Dragi gledalci in drage gledalke, dobrodošli v novi epizodi Zasliševalnice in tudi tokrat imam tukaj zraven sebe en krasen diamant. Je diplomiranje na fakulteti za šport, je Boki Bati na slovenske enduro scene, je evropski gorski vodnik in je licenciran mountainbike trener. Drage dame in gospodje, z mano je Vid Peršak! Vid, dobrodošel v Zasliševalnici. Pozdravljen, Kristjan. Končno smo te dobili sem. Marsikdo mi je napisal, Peršaka hočemo, Peršaka in zdaj si kle. Kako se počutiš? Ja, moram reči, da je moj premierni podcast, tako da hvala za povabilo. Ja, malenkost, star. Ampak ja, se z veseljem udeležim tega. Ja, imaš natrpan urnik, tako da sva se malo lovila. Ja, na urnik moj je pa res zelo natrpan, ne. Se vsako me pozna, oziroma malo bolj pozna, ve, da sem kar... Da te z lenuhom ne morejo označiti. Ne, to pa zadnja stvar, ne, tudi sam se ne moreš, ne morem označiti, pa če se hočem, se ne morem. Respekt. Glej, informat je tak, najprej greva čez ene par kratkih vprašanj, malo glupih, pa greva pa v jedro, da te folk spozna. Tudi jaz te moram spoznati, ker jaz berem prek mountainbike.es, vem, da si hudka svina, ampak bomo spoznali, kako si do tega prišel. Je prav? Res je, lahko moti. Daj se najprej gledalcem predstav, kdo si, koliko si star in od kje prihajaš? Ja, jaz sem Vid Peršak, prihajam iz Koroške, iz Šentanela. To je ena lepa vasica nad Prevaljami. Kar bi rekel, osrčje Koroške. Zelo blizu Ravnice tudi. Hudo? Nasprot Pece, če smo še bolj konkretni. To, ja. Kaj še? Star si pa koliko? Star sem 19 oziroma 28 let, še zaenkrat. Mlad. Tako da, ja, nisem še vsega naredil, kar. Še nekaj utepne? Me še čaka nekaj stvari, tako da to. Ok, kaj najraje ješ? Kaj najraje jem? Najraje grem po moje do svoje bice, tako rečemo na Koroškem. Ja? Pa ne vem, kak šmorn, kakve palačinke so mi zelo všeč. Še reč pa kaj sam skuham, povem. Se pravi, si cel paket, znaš tudi sam skuhati? Ja, to pa zelo rad kuham. Kaj pa najraje skuhaš? Evo, šli pa še to. Najraje skuham, ne vem, zelo glede na to, da zelo veliko jemo testenin pa tega, bi se znal kako zelo dobro pašto pripraviti. Ne. Pa tudi glede na to, da sem pol Primorca, mi je tudi ta hrana blizu. O, res? Ja, moja žal pokojna mama iz Primorske. Aha. In tudi ta del mi je zelo dobro znan, zato tudi toliko časa preživim tudi tam na Primorskem. Ne. Odlično. Kaj pa ti najraje piješ, povej? Najraje pijem vodo, ne. Tisto, ki imamo doma, ko še zaenkrat prihaja iz lastnega zbiralnika. Jaz mislim, da to je ena zelo dragocena stvar, ko nimajo toliko ljudi srečo, ne, da v tem svetu, da ima svoj lasten vir vode in se moramo tega posluževati, dokler se lahko. Bravo, upam, da to traja še naprej, a ne? Ja, pa upam, da se zavedamo, kaj imamo tu. Bravo. Ej, kaj ti gre najbolj najetrat takole v življenju? Pa je se zelo, za vsako stvar se, bi rekel, mi veliko pomeni, ko se lotim, pa se jo delam res iz srca, pa zelo rad sem, najbolj me pomoti to, da ali mogoče ljudje, ki niso angažirani za neko stvar, oziroma da jim je dodeljena neka naloga, pa da je ne naredijo, tako ko smo zmenjeni, mogoče to mi ni najbolj všeč, ampak ja, sem pa tudi večkrat naredim kaj, ko mogoče drugi ne bi, tako da mi nikoli ni problem iti en ekstra korak za to, da se nekaj naredi do konca. Ali pa zrihta. Respekt. Če bi mu zdajle, da se zbudiš, pa na svojem bančnem računu pogledaš, da imaš 1 milijon evrov, kako bi jih zagonil, oziroma kva bi naredil s tem denarjem? Ja, ne, če kupil bi se eno kmetijo, pa bi ga čilil do konca lajfa. Bravo, v to smer te vleče, pa tudi za naprej. Ja, zelo, jaz tudi svoj prvi del življenja preživel na kmetiji in tudi to je ena moja mogoče želja, da se enkrat, pa ne mogoče niti na kmetijo, ampak sem nekam v naravo, pa da imaš en svoj backyard, pa da delaš stvari, ko te veselijo. Pravi, si bolj skromen model? Pa ja, jaz mislim, da sem zelo skromen, ja. Sploh nimam potrebe po nekih presežkih ali pa po nekih dragih stvareh, to je zadnjo, kar mi pomeni. Največ mi pomeni, da lahko grem nekam ven, pa da gledam v luft, pa da mera. To je tista stvar, ko me pomerja, pa zelo rad grem na kak vrh, ki je tam na Koroškem, imamo ogromno takih
zelo lepih placov, ko gremo s kolegi gor, pa gledamo sončni zakot, pa se pogovarjamo. To se mi zdi neprecenljivo. No, res. Iskalec zena. Ja, neke vrste mogoče, ampak ja, v bistvu. Neke ptičice so mi povedale, da si tudi krasen lomilec ženskih src. Pa mi povej, katera je prva stvar, ki jo opaziš na Dobri baby? Prva stvar, ko jo opazim na Dobri baby, ko vem, mogoče prvo, da se lahko z njo pogovarjaš, kaj je zanimivega, ali pa da fajn zgleda. Ampak še vsem, kaj mora, kjer del, specifičen del, zobe, oči, body metric. Pa ne vem, mislim, da bi rekel, da nimam neke specifične stvari, na katere se osredotočam na začetku. Se mi zdi, da tek s flow. Če klikne. Kar se mi zdi, da čutiš to, je cool ali ni cool. Pa ni važno, kako. Hudo. Še to je bil lep odgovor, zelo lep. Tudi material si pripravil za naprej. Če bi imel čarobno palčko, kaj na slovenski sceni bi zdaj spremenil? In zakaj? Mislim, da bi kaj drastično spremenil ena stvar, mogoče to, glede legalizacije trailov, bi si želel, da se postopki mogoče malo pohitrijo, pa da bi bilo več nekih legalnih poti, kjer bi se lahko tudi dejavnosti izvajale, da bi tudi to, kar delamo zdaj z otroci, da bi lahko na nek mogoče višji nivo spravili, pa da bi preprosto imeli več placa za trenirati na legalnih trailih, na nekih urejenih površinah. The best. Jaz mislim, da to je bila ena glavna taka stvar. Manj birokracije, več izvedbe. Bravo, dober odgovor. Povej mi pa še, kakšno muziko poslušaš? Ja, zelo različno. Čisto odvisno, kam mi paše. Poslušam od rocka do tehna, do vse. Univerzalc. Univerzalc, ampak mogoče celo rock kot tak, mi pa najbolj sede. Green Days. Green Days? Green Days? To legit? Bravo. Da greva pa v jedro tvoje. Da nam opiš, se pravi, tvoje otroštvo, kako je to izgledalo, kako si ti tam spoznal prvi stik s kolesom, kdaj si videl, da se s tem kolesom da to početi, kar počneš zdaj? Pa jaz mislim, da prvi stik s kolesom, zdaj moraš vedeti, da tam, ko jaz prihajam, bolj kot se ne hodi peš, ali se vozi z mopijom, z motorjem, ali z avti, ali s traktorji, tako da je bilo to bolj kot ne položeno vozilo, se nisem ukvarjal s tem, ali se bom učil voziti bajk ali ne, to preprosto, mi smo bili skozi zunaj, jaz nisem hodil v vrtec, kam jaz sem bil bolj kot ne na kmetiji skozi. Kar smo delali doma je bilo to, da smo se z bajki zunaj okrog vozili, pa da smo pomagali doma na kmetiji delati. To je vse, kar se spomnim, pa spomnim se, da je bilo skozi legendarno, skozi se je nekaj dogajalo, od zjutraj do zvečer smo bili zunaj, tako da je bilo res najlepše otroštvo, kar po moje, kar ga lahko imaš. Čist simpel, ful je bilo dobro. In se pravi, ampak ti stik s trailom, stik s neko tako podlago, ki je klesi, pa kako, kaj si šel ti, kdaj si ti zavil v gozd? Zdaj poslušaj, ali to je malo daljša zgodba, če se mogoče tega lotim, se mi zdi mogoče, je kar zanimivo. Jaz sem bil prvič, se prav spomnim, bile so se skozi na Koroškem, so se skozi neke dirke organizirale, je bila Divja Jaga ali je bilo DH Ivarčko. In takrat enkrat v srednji šoli, ali ne v srednji šoli, že v osnovni šoli je bilo DH Ivarčko dirka. In sem tam, pol smo šli nekaj gledati, starši, sploh ne vem zakaj, oziroma odkot mi je bila ideja na to, ampak tik se je začel malo po šoli delati tak buma, veš, kolesarstvo je tekma, veš, takrat ni bilo spet toliko eventov, ko jih je mogoče zdaj. A mogoče veva, kjer let je to bil? Ne, sploh se ne spomnim, po moje to bilo ene, ne vem, 8, 10, 20, 8. Ja, se je bila, jaz sem takrat vozil, ja. Se spomnim, treka si imel. Bravo. Bil oranžen. Ja. Se spomnim. Hudo. To sem vse spremljal, takrat. Pa so bili pa te, Denis Paradiž, Blaž Helcus, tudi takrat furil, Matej Kudrin. Freecore družba. Ja, Freecore, Miha Kolar. To so tudi fanti, ko sem z njimi sodeloval veliko v svoji karieri. Ampak takrat sem nekako to videl in pol sem dobil kar naenkrat idejo, eno nedeljo, vem, da sem imeli doma neko kosilo, ata je neki doma kuhal, levo, desno. In sem šel, prav smo imeli tam en plac pri križu, mi rečemo pri Kapelci. Smo šli, oziroma sem šel sam, pa sem nesel zraven motiko ali krampa, karkoli je bilo, pa sem začel prvi val, oziroma 2 vala sem se skopil za pump track.
Doma? doma. Ja. Hudo. In pol smo počasi to gradili, a veš, pol sem tako kolege prepričal počasi, ne, da to kul zadela, da to moramo mi delati pa prebivljati. In smo tam preživeli 3-4 leta skozi, kar nisem treniral drugih športov, ne, ali pa drugih dejavnosti, sem bil tam zunaj. Stric nam je posodil traktora, ne, sem pol vse to na furo, zemljo, da smo to vse zravnali, naredili skoke, pump track. Pol na koncu je bil že prav legit pump track, tako krožna, ne, prvo je bil samo eno smer. Hudo. Pa še tako je bil, ne, si mogel iti navzgor pa navzdol, ne, tako da pač svašta je bilo tam. Ampak tako, no, tek nekaj se je začelo, pol pa ja, počas dol pred Travnam, tam je bil že pump track, pol je bila prežihovina. Tu si spomnim, en video so imeli takrat fante, dihte, ko si omenil Holce. Ja, Seven se mi zdi, da je Tako? bil takrat, ja, se dobro poznam. In ja, takrat sem hodil pa ne, iz tamšnjega tunela, iz moje vasi do Ravn. Sem se z BMX-om pelal, to je 15 km. Dol, Z pa BMX-om? nazaj. Ja. Pa si mogel na kakšno višjo ležečo kmetijo? Ja, valjda, to mislim, spod je 400-500, pri nas je pa 700. Si z BMX-om šel? Da? BMX, ja. Včasih, če sem imel srečo, me je kdo prišiskal tja do spodja, ne, do križišča, to je bilo čisti zadnjih 100-150 višincev, ampak načeloma je bil to tak neomejen commitment za to eno stvar, ko se kliče bike, da je bilo samo eno veselje, no, pa res pure, no. In ker ni se končalo, pa se še vedno traja, tako da. Ne, to traja še dolg cajt, ta star. Se včasih malo mogoče zablendirati to realnost, veš, kaj mislim, včasih res si preveč olin v tem, ampak ne vem, no, jaz vse, kar mi je to dalo, vse, kar sem se iz tega naučil, se mi da so sami plusi, tako da. Hudo, pa još nisem videl tega, da si tako začel. Ej, se pravi, prv, kaj pa pol, kdaj si pa rekel, da gremo na dirko probat? Ja, no, se pol je bilo teka, ne, pol smo začeli, pol je tudi Dixi prišel, takrat na naš hrib, ne, na Jemnico. V bistvu, jaz sem malo pred tem že začel furati BMX levo desno, pol je prišel Dixi, smo začeli skupaj delati traile levo desno, Ja. glavnem. Pač, ja, in takrat smo, ne, pol sem jaz kar hitro tam pomagati začel, tudi on tam na moji strani, to Šentanel pa Jemnica sta v bistvu na istem vrhu, ne, pač na drugi strani, ampak isti vrh. In ja, takrat sem jaz pol začel furati in smo, jaz sem od fotra tistega starega GT-ja, kaj je bil pač kartel, ne, Ja. to sem skozi furo in vem, da sem kar za vsemi, tako skila smo kar nekaj iz tistega BMX-a, ko sem Ja. ga skozi furo, veš, to je bilo skozi, le ostavam po šoli cel dan. In po sem pa ne, kar mi je nekaj šlo, po smo zrihtali en enduro bike, ne, tako veš, tam perjanično, ko vsi začnemo na Koroškem. Po moje, on pa res marskoga gor Res spravil, zahvala, ne, njemu, še vedno, ne, zelo rad grem z njim na bike ali pa ga sam pozdraviti tja v shop. In ja, kupil prvi bike, pol te fante spoznal, Kordeža, Gamsa, Krivonoga, Ja. tudi Štrancarja posledično, ne, ko so že skupaj furali. In oni so me spravili tudi na prve dirke in ja, ni bilo dolgo, sem bil v bistvu pol pred njimi, že kar hitro. In, ampak so vedno toliko z veseljem sprejeli, da jim bom zmerno hvaležen, ne, tudi ko se spomnim nazaj, ne, prve tekme, pa sem mogoče že pelal čas kak del boljši, ampak so me vedno so navijali za mene, vedno mi pomagali in lej, to res redko vidiš, no, tek pure, da si pomagajo med sabo. No. To pa, ampak jaz mislim, da se ti že od začetka kazal neke znake talenta, ki so jih oni hitro prepoznali, ne? Ja, ampak veš kaj, marsikdo prepozna talenta, pa za voljo tega, za lastne koristi ali pa česa, ne spusti koga blizu, ampak oni so pa prvega dne me vzeli zraven na tekme, pelali, jaz nisem imel takrat še izpita, nič. In ja, teda, tek se je začelo, pol pa posledično, ne, pa vsak korak više so se pojavili ali novi ljudje, ali neki lokalni sponzorji, ki so mi pomagali v karieri, ali od teh bike brandov, teh domačih, Obita, Dušana iz 510, vsak po svoje pomagal, kolikor so mogli. Pa sploh brez veze, da vse naštevam, zato ker jih je bilo toliko, da ne želim koga izpustiti, ampak se lahko sam vsem zahvalim. No. In tako je bilo pol, posledično v dobrih rezultatih, pa šli smo na vse dirke, ne. To je bilo tudi toliko, ne. Posod smo bili, šli smo za vso ceno. Pa se tako je treba, ja, brez nekih izgovorov. Mi smo se pol, takrat, ko sem še na začetku fura, ko ni bilo za Orbejo,
Ampak sem pač tek preko Črnega vrha pa Urbeja Geja Slovenija. Sem takrat sva šla s kolegom sama v Francijo z mojim avtom. Jaz sem bil 18, smo bila stara. Lih izpit dobil. Ja, glih izpita, v Francijo sama. On je šel zraven mene toliko, da mi je pomagal, da smo se malo menjala. In pač ja, kar nori začetki. Pa, no. Ampak res smo vse dali v to, da smo lahko šli ven in smo bili skozi zraven in so nas pol tudi posledično počasi tam spoznali. In ja. Ja, ampak lahko malo greva kronološko, se pravi, to je bilo kjerga leta približno, da si že mislim, da v enduro sceno vstopil. Kaj se pravi, ti si takrat Ivač, ko si gledal, da je bilo to 2010, tam nekje, 2011? Ja, Ja? takrat, ja. Takrat si ti v bistvu začel spoznavati to? Ja, ampak to nisem pol nič treniral, pa karkoli. 2013 si pa enduro začel, je to možno? 2013, 2014, je možno, da je tam nekje? Celo že prej. A je bilo že 2012? Ja, 2012. Ti si pa dirkat začel kdaj? Zdaj bo po moje 11. sezona. Pa ne računamo, ne? 2014. 2014? Ja, 2014 nekje, 2013. Aha, 14. nisi v bistvu šel takoj za začetkom endurati v to, ne? Ne, nisem sploh na dirke na začetku hodil, prvo smo samo tek furali. Ker jaz se tebe zdaj spomnim, da mogoče ali preskakujem ali ne, vi ste naredili in takrat sem jaz rekel, jaz se prav spomnim, tako sem rekel, v tem videu si pa ti, kdo the fuck je tata Mav stari, tako vid Peršak. In si se pel, ti si naredil se prav z vašimi, z Urbejevcimi, ali možno ta MBK Črni vrh, ste naredili en edit. Možno, ja. Zelo star edit. In če se ne motim, sem ta edit tih par dni nazaj na YouTubeu najdel. A res? Dama tudi link, če Dajmo link, hoče. od spodaj prilagam link tega edita in se, mislim, da ne bom kle zdaj v druge užalil, ampak ti si tam od vseh, ki nastopate noter, po stilu vožnje, koliko si fluiden, si sam rekel, ok, ta model pa hudo fura. Ja. Ampak se pravi, mulka zasluga za ta stila, pa za to gre predvsem temu, da smo ali vse posod hodili, ali kopali si trejle. To je bilo pač res skozi. No se to, zapisano tebe. Če sem šel, če zdaj to že malo kasnejši dobi, ko sem že vozil pol svetovne pokale, kar je bilo zelo hitro za mene. To je bilo slow enduro oziroma neke italijanske dirke na začetku. Slow enduro, pa niti na eno sezono, drugo sezono že finale Ligure, svetovni pokal. A je bilo že toliko hiter? Ja, prvi je bil Martin, drugi jaz, tretji Adrian Daly. Pri mladincih? Ja, pri mladincih, se imam še sliko. Faka, vidiš, no to je pa hudo, ker jaz realno sem bil toliko v DH-ju, da endura, pa še zdaj endura zelo malo spremljam. Ampak tako, valjda, ker si naš, gremo pogledati, raziskati, kva dogaja. Ampak to me je zanimalo, se pravi, kdaj si ti vedel ta klik, da si pa pizda, da imaš pa šanso biti zelo dober? Ja, se je kar hitro, se pravim, že druga sezona, sem bil že na svetovnem pokalu, finalu, že cel slovenski pokal. Hudo. In pol tretja sezona, že dejansko, pol že kar od Urbeja, bajki. Pa pol 2-3 sezone za njih. Pol nekaj še preko Moonrakerja, tudi prek Factory. Pol pa predzadnja pogodba z Urbejo, ko je najdlje trajala. Pa pol Junior Sinter, pa zdaj AN Racing. Se pravi, Urbeja predzadnja pogodba, kdaj si bil ti že Factory rider od Urbeje? Ja, že kar drugo sezono, tretjo sezono. Zajebaš. Ja, zelo hiter, ja. Takoj, no, vse pravim. Hudo, to je bilo kar hud preskok. Nisem videl, da smo to hitro preskok. Ful hitro. Pa preden prideva v to, kad to še prideva, mi povej ta zadeva. Se pravi, ti si gor s Koroške, tam v teh mojih cajtih, se pravi, so bili Freecore, a to je bilo najbrž druženje, to je bilo neko društvo, to ni bil lih klub za dirkata, je bil Freecore. Pa mislim, da ne, no, to so pol preko Endura, ne? Termoliša, Enduro, to je Janš, mislim, da skoval. Tako, in takrat je to še delovalo, če jaz prav spomnim. 2010 so bili oni, 2011 so bili oni, ne vem, če tudi se ne 2012. Kako da ti hiter model iz Koroške, pa bil si s to klapo, pa Janč ti je bil bliz, kako da nisi v tem ostal, kako da si šel v MBK Črni vrh, je pa čist druga kraj Slovenije. Začel originalno, ti fanti so mogoče bili en tisti okvir, ko sem jih jaz prvič videl, da to sploh obstaja. Sej pol dost nismo z njimi, kar se tiče dirkanja, bili kaj skupaj, ampak bili smo hitri z Robijem Kordežem, s Primožem Gamsom, Krivonogi. To so bili pa takrat, so pa glih oni začeli furati in slow enduro in super enduro v Italiji in pol posledično te svetovne pokale. In takrat so oni mene kar takoj za sabo vzeli. Videli smo se bolj kot ne tam, pri Dixijo malo, oni so tam furali, vsi smo tam pomagali, malo tam na mojem bregu tudi.
In pol ti veš, Koroška je mala in tudi vsi smo se poznali, ko gre komu v redu, ko se do v redu pele, jutri si vejo, da ga je treba spraviti. Ja, itak. Malo in ja, tako je to bilo. Ni bilo pa nobenih zamer domačinov, kao, žal si tja v klub, pa pri nam bi imel tudi. Pa ne, mislim, to meni sploh ti klubi, to je toliko mala scena, da če me vprašaš, bi mogel biti en klub, pa vsi delati maksimalno za to, da vsem rata, ne pa tistih par najboljših spraviti tja, ko si zaslužijo, ali pa jih podpreti, tako je treba in bi bilo kar gutno. A bi bilo pol malo manj rivalstva? Ni dobro, da je vsaj malo rivalstva med klubi? Ker to pa zdaj je ziher v redu, samo za rivalstvo je treba iti na svetovni pokal, pa nekam ven tekmata, ne, da res vidiš, kaj tam dela. Tu je pa, če ti poštudiraš, tako eno malo manjše mesto zunaj. Se to res. In če tule delaš, ja, rivalstvo itak je, pa se tudi klubsko rivalstvo, ne, ali pa tudi klubski kolegi med sabo je isto rivalstvo, kot pa v drugih klubih. In mislim, da, ja, pač ja, zdaj, da bi bili vsi v enem klubu, je mogoče malo pretiran. Imam bolj izjavo, mogoče. Ampak ne bi, mislim, hočemo samo to reči, da ne, ta scena mora delati en za drugega, ne, mora se priti na tekme, ko jih organizirajo drugi klubi, ne, da s tem scena se podpira, pa raste. Ej, kako pa, se pravi, ti najbrž zaradi tega, ker si bil produkt te družbe, ste hodili enduro, nikoli te pa ni zaneslo downhill ali pa cross country celo, kako pa to? Ja, se cross country, ja, malo. A si, kakšno dirko pelil? Takrat so ti Robi, pa ti fantje so tudi, ne, vsi so iz cross countryja prišli. Tam kolesarski klub Ravne, oni so bili bolj kot na cross country in ko sem šel, jaz sem začel, sploh prve dirke, ko sem začel, so bili v Sponja. Tudi moj ata je organiziral v Sponju Šantanel različne dirke in to je bilo spodaj štart na vrhu cilj, vmes pa dila ali pa filtr. Tako da, to so bile take dirke, no, downhill pa ne vem, nikoli neko tek, pri nam nikoli je bila takrat tista scena, ampak pol kasneje pa nikoli ni bilo toliko izrazite downhill scene. Po mojem si ti lih zamudil, ker je bila ta glavna pik, je bil po mojem od 2.4 lih do 2.10. Ja, možno. Ja. Potem pa je prišel enduro in je bil res porast endura. Ne, res, ja, takrat tistega nisem toliko bil prisoten. Se pravim, tisti prvi hype sem imel, ne, da so me dobili zraven, ampak nisem pa pol niso več hodili na tekme, niti ni bilo več DH dirk na Koroškem. Od takrat, mislim, zdaj Ivačka je bila zadnja dirka. Ja. Škoda, drugače, imate pa neverjetne terene tam. Ja, ampak v čas tega, no, še tule ena zgodba se opada, mogoče s tem, z downhillom. Jaz sem tisto dirko, je bila ena takih, mogoče menikov, ko sem jaz videl prvič, ali pa, ko me je malo ujelo v to sceno. In pol smo par let kasneje, oziroma par let nazaj sva s kolegom DH Ivarčko. Moja velika želja je bila, da vzpostavimo nazaj trail DH Ivarčko in smo ga spucali. In se smo pol tudi nekaj še posneli, malo ga tam na Ivarčkem. In sem bil toliko vesel, tolikrat gremo na trail odfurat, mi je tak lep spomin, trail mi je ful dober. Ona zadnja verzija DH Špura. Vem kjera, se prav spomnim, pa je bila taka strmina na cesta, pa dol. To je zdaj enduro, tek sanske špora. Res, nisem bil takrat tam stari. Ja, in ja, zdaj se spet menimo, da bi s tistimi lastniki, da bi mogoče počasi vzpostavili nazaj. Ampak tako, ko si pa gledal, te pa nikoli ni zamikal, ker skill si imel, lahko bi prišel na DH sceno, pa tudi tam odbal. Ja. Ali si bil toliko fokusiran res v ta enduro? Pa ne, mogoče me zdaj zadnja leta malo bolj mika, no, ko se mi zdi, da sem glih dosti nora, veš, da me je vseeno, kaj treba, tudi skokova, to me nikoli ni bilo nič kaj straha, ne. To najbolj pogrešam v bistvu pri enduro, no. Da bi bili kakšni veliki skoki, no, to je škoda. Če pa pogledaš usporednico, ker itak je to čist druga disciplina, ampak mogoče zdaj tule si dajem open invitation za kaj na kopah, Blues Fest. Flat Out Days, Fest Series. Da prijem mogoče kaj ga poskakati, če me povabi. Bi šel? Ja, bi šel, samo... A ti pogodba to dovoljuje? Mislim, ja, dokaj se razbijem. Ne bi imel nič proti, če bi šel to skakati? Pa po moje ne bi bilo kaj narobe. Jan Prše, apeliram, model. Ampak je v tizmu tednu, tudi kamp organiziram za otroke, tako da... A jih boš pripeljal gor? Ja, zdaj bi jih rad pripeljal, ampak glede na to, smo samo 3 dni, popolj zaradi same logistike vsega, to je malo problem. Toliko hitro mine ta kamp, da težko vse naredimo v teh 3 dneh. Ko smo pa lih pri tem, kamp Vida Pršaka, to že kar nekaj cajta obstaja. Ja, to je zdaj že 7 leto.
Kako pa to gledaš na ta razvoj? Koliko tam malih prija? To prija lokalcija, prija to iz cele Slovenije k tebi? Ja, bolj kot ne iz cele Slovenije. Zdaj Hudo. nekje od 30 do 40 otrok je vsako leto. Ampak ja, glede kampa je pa tudi druga zgodba. Ne. To smo začeli takrat, ko sem jaz bil 21 star, tule na faksu, Ja. cel divja. In pride Uni s predlogo, da naredimo kampa, ne, pod mojim pač imenom. In valjda, zakaj ne, se tako vsak projekt se ga rad lotim. In zdaj pa to že traja 7 leto. In, ja. Ampak je hudo pogledati za nazaj, kaj vse ste dosegli, pa tako vse spomine. Ma ja, sploh če načem nazaj pogovarjati, lahko naredimo 5 podcastov, pa ne zmanjka stvari, ker da je to toliko enih stvari delamo, pa še vedno, da kar se ne ostavi. In ne vem, ko bo enkrat dela refleksija ali pa ko kdo pisal življenje za mano, ne vem, če ima dosti sajta, da do konca napiše. Ne, pa se to je hudo. Jaz pravim, da moraš več življenja izkoristiti vse, kar ti je dano, pa sam gas. Ja, res da, pač. Ne razumeš nekoga, ki prije dan iz rednega šihta, pa je gledal lov, pa kadi. Mislim, ga razumem, zato si včasih to ležim, želim, Mi je jasen koncept tega, ampak mogoče za kak dan, za več pa ne. Za več pa ne. Ej, se pravi, vrtec, nisi hodil, si bil doma na kmetiji. Ja, valjda, to ni bo cajt. Osnovna šola je bila kje? Šentanel. Šentanel. In potem 5 let. srednja oziroma gimnazija? Najprej je bila v Šentanelu podružnična šola, Aha. tam nekje od 10 do 15 učencev. Pestro. V celem kompleksu. Ja. Ampak zelo lep, to je tudi ena lepših stvari, ko jo lahko doživiš, da si v taki mali šoli, da je ful pristno, ful tako. Hudo. Autentik. Pol osnovna šola Prevalje, pol gimnazija Ravne, In pa si se to je upisal za na DIV. štipendija, To za, a ja? za dodaten Koliko zaslužek zdobil denarja, za koliko bajk. denarja je bilo to? To bo mislim 100 evrov. Pa se v redu, ni legit? Ja, to bo top, ja. No. Za bencin je bo pa za Tako. marsikaj. Ok, pa kaj? DIV. Pol pa DIF, ja. Kjera smer? Športna vzgoja. 3 leta je končal v Šusu. Hudo. Zdaj pa v bistvu, ja. Pol sem pa vmes naredil še in za trenerja 2. To je zdaj trenutno najvišje, kar je lahko za kolesarjenje v Sloveniji. To tudi imam. To. Pol za evropsko licenco za gajde. Tako da sem tudi v združenju še. Ja, pa ostali projekti, itak veliko cajta ni ostalo, pol, ko se enkrat fura za ekipe, pol, ko si na neki pogodbi ali pa ko pride ostale obveznosti, pol je to pač ogromna in zadolžitev in tudi pač ja, ne privilegij, ampak ena stvar, ko jo moraš narediti. Pa. Koliko težko ti je bilo pa se pravi sklevati, se pravi faks, pa še dirkanje s cestovni sceni? Pa kaj je težko, če si zdrav? Nič. Kaj je težko, če si zdrav, a? Ja, nič ni težko, če si zdrav, pol ni panike. Vse se da. Šola, tam manjši problem, če si tam, pač moraš biti pri stvari, tam poslušati. Narediti tisto čim prej, kar se da pol stane čim manj cajta za to, kar delaš. In, ni, mislim... Respekt, veš. Ja. To meni še ni poznano, jaz sem vedno bolj kampanjski, pa vse na konc, pa dajmo. Pa sej tudi sama, sej so se kaki spice pol malo vleko, ampak zmeni pol, ko je bilo pa, če se je kaj vleklo, si pač rekel, to je zdaj ostalo, pustim to, naredim do konca to, kar moram, dirkanje levo desno, pol pa grem nazaj v šolo oziroma se učiti, pač vsako zimo si se zaprl dol, pa si se učil skozi, pa to. Bravo. Ej, ampak a te še kam vlekel, se pravi, bil to edini tvoj cilj, se pravi, iti na DIV, ali si hotel biti še nekakšen odvetnik, doktor, karkoli takega, strojni inženir? Pa ja, mene zelo veseli, narava, pa to, tudi en čas sem razmišljal ali v gozdarstvu ali pa v lesarstvu, to bi rekel neko delovanje materialov, pa to mi ni neki tujo. In to so bile tudi ene izmed možnosti, ampak pol me je moja ta isto, športni pedagog, se njemu gre velika zasluga, da se ukvarjam športa, pa da se v taki meri ukvarjam vsemi športi. In pol me enkrat na izgled v Ljubljano, tek so bili informativni, ali so bili ali niso bili, ampak smo šla na DIV pogledati in sem rekel, stari, pa ni bolj šole, ko imaš bazen, telovadnice, tam je ena predavalnica, ostalo pa šport in... Pa je še dobre muce. Ja, lej, pač itak so bile fajn šolke. Hudo. Zelo v redu so šolci in so šolke, tako da to sami lepi spomini tam. Dej pa povej, se pravi, prišel si z Koroške, potem v Ljubljano. A si kleje živel pol? Ja, jaz sem tule 3-4 leta, tu živel v Ljubljani. Zdaj si tudi? Ne, zdaj sem večinoma na Koroškem. Aha. Ja, si pogrešal Koroško v tem cajtu ali ne?
A ti je bilo Pa kul ja, malo- mi smo v četrtek spakirali, v petek ali smo po zimi škijali, pa pol do nedelje ali pa smo bili na bajku skozi. Ampak jaz sem že ful hitro sem navajen, ne, sem bil veliko doma, veliko na terenu. Če nisem po zimi, sem hodil na Primorsko, ne, tam, ko imam nono, tako da, skozi je bilo kaj. Okrog. Ja, tako da, zdaj sem mogoče malo izgubil, kaj si me vprašal. Ne, če ti je bilo kaj težavo, če smo kakšno težavo prijeti iz narave, iz kmetije, pa priješ v tole prestolnico. Jaz se kam vam da smo šli, ko smo bili to, na Rožnik, na Goluc. V naravo. Sem podotik v naravo, da se nismo nikoli bili. To je v redu. Pa tudi tu, se tu je ful lepa narava okrog Ljubljane, se če malo... Ja, čeprav marsikoga pa, ko vprašam, naprimer fanti iz Zasavja, pa to, ta Ljubljana, čakaj, ne morem me gledati, grem nazaj. Smo ti kdaj kakšno to težavo? Ali... Pa ne, jaz mislim, da je zelo lep plac, sej tudi sam center časih si misliš, fakt bi bilo lepo živeti, veš, prav v centru. Ja. To je tako malo, mogoče filmsko ali pa malo ameriški stil. Bi mogoče za kak dan ali dva, ampak pol je pa že fajn, da gre nazaj v gor. Zdaj, ko imaš te hude pogodbe, bo še en flat kup v Ljubljani. Ja. Tine, če poslušaš. Tine, če poslušaš, dej, pritoš. Dej pa tako, dej pa greva, se pravi. Zelo hitro je sledila, se pravi, si rekel, tvoja profesionalna športna kariera. Ja, ampak se sploh ne vem, če sem je bila profesionalna pogodba, karkoli, ampak meni je bil to že toliko časa, način življenja, tudi prej sem se vedno ukvarjal s športi, vedno treniral nekaj skozi smo nekaj delali, veš, to. Meni se to sploh ni zdela sprememba, meni se je zdelo to normalno, sam privilegij se mi je zdelo, da sem lahko še toliko več na bajku, pa toliko več treniram. Nisi imel pa nobenega prejša razihar si kakšna pogodba podpisal tam, ali ne? Ja, jaz sem to, ko sem dobil pogodbo, sem podpisal, gasa. Nisi niti, gremo. Nobenega prešerja, kao, fakt. Prvo pogodbo, vsako pogodbo, polko podpišeš, je lažje, ne mislim lažje, pač bolj razmisliš, une prve podpišeš, pa sem da jih podpišeš. Bajk dobim, ja, to je to. Ja, bajk dobim gasa in, ampak ja, pa že razmišljaš tudi malo, kao v prihodnosti, pač, da si mogoče malo finančno spostaviš malo bolj situacijo, da pač na koncu lahko tudi od tega živiš ali pa to delaš. Se na koncu vse se upada, s tem. Nisem pa kaj preveč razmišljal, vem, da tisto prvo bi rekel, pravo profesionalno pogodbo sem jaz podpisal. Jaz sem bil tej drugič izbran, čisto urbejno tovarniško ekipo, kot ne testni voznik, ampak samo kot proba. Okay. In sem dobil šanco, da prvi del sezone ne grem na dirke, ampak se udeležim šele po prvih dveh tekmah, 3-4 dirk v sezoni. Jaz sem tako vse stajajo te na one prve dirke, jaz sem bil pa raj brez pritiska, jaz moram sam pač furat in sem full hard takrat fural in sem dobil, že je bilo tisti sezoni, ali pa mogoče sezono kasneje, da sem dobil pol, sem čakal na pogodbo, celo poletje so mi obljubljali, da bomo jo poslali in sem bili v Ameriki, mislim, na Park Cityju. Se spomnim, da sem bil tam spodaj v sobi, vsak je imel svojo sobo, tam v Američani, so nas totalno pač privilegije, vse smo imeli, ko smo bili v eni fabriki takrat in je Primo sam reče, daj poglej mail in jaz pogledam, pogodba, je rekel, podpiši. Hudo. In ja, to je bilo kar, to je bilo res American dream, da za nekaj, kar si mogoče skozi po svoje delo, pa mogoče niti ne vedel, ampak želel si pa vedno, da bi lahko to delo. In potem tisti dan, ko podpišeš prvo tako pogodbo, ko pol pomeni, zdaj mogoče nekaj od tega dobim kolesa, dobim vse plačano. A si imel že tudi plačo? Ja, takrat pol že, nekaj tudi malega. A je to plača, ne bova zdaj šla čisto cifre, ampak je to neka normalna mesečna plača enega, ki dela v neki trgovini, ali je to že malo boljša zadeva? Ja, te na začetku so bile bolj štipendije, pol pa pač vsako sezono boljš, pa mogoče kakšni bonusi, pa te stvari in pač na koncu, vseeno plača se je že zihar nabrala. Ni pa tako, da bi naprimer lahko si s temi pogodbami oziroma plačo za zihro pizda, da napraškaš reč vsaj za en flet od te dirkaške kariere, ne moreš? Ja, zdaj pač odvisno, ko razporediš te denar. Marsikaj se da, se moraš vedeti, ne samo dirkaška kariera, se tudi
ostali projekti, ostala sodelovanja No, saj to. pač nekaj prinesejo in ja, če pametno to naložiš, se da nekaj. Ja, valjda. No, to me zanima, ker jaz tako pravim, pizda, prvoščam in Žabiku in tebi in Moniki, da v tem, to, ko date vi na nitko, ko greš dirkat, če vse nekaj tveganja je, mlad si svojo mladost daš v to racing kariero in pač jaz močno upam, da vsakmu od vas, oziroma kdorkoli se bo na to pot podal, da probaš tudi nekako smart v tej smeri speljati, da ne praskaš nek denar, da imaš vse ostalo plačano, da dobiš neko plačano, da malo kupčkaš, da se tudi zazihraš za naprej, da lahko si kaj privoščaš, da lahko kakšno nepremičnino kupaš parcelo mogoče, pa nekaj naprej, da imaš od tega. Ne, zihr, da, jaz tudi v tej karieri se je dalo nekaj prišparati. No, vse to. Tako da, to sploh ni vprašanje. Hudo, respekt. Ja, ampak tako vsaka stvar, ne, sej, če delaš, pa če znaš pravilno delati, pol s tistim denarjem se da pač nekaj za tega zaslužiti. Ne. Tudi moraš vedeti, da kdo misli, koliko je to privilegij, če skupaj potegneš ure, bolj, da si sploh ne začneš pisati. Kjerkoli šiht, ko bi šel normalno, bi na koncu lahko vse toliko zaslužil. Vem. Če bi vsako uro dobo plačano. Sam, če si tak core-rider, kot ti je vse en to boljš, kot biti v eni pisarni zaprt pa printati v papir. Ja, valjda, pač jaz sem malo kampanc, meni vsaka neka stvar, ko se lotim, jaz sem all in in si želim biti prisoten in vse dal za tisto, da naredimo do konca, da speljemo in ja, da na koncu tudi nekaj od tega imamo vsi, pa da... The best. Koliko je pa to tebi pomenil, a ti je bilo, ali si mogoče to bil avtomatsko že toliko v tem, da so bili neki proji okrog tebe, ki si jih včasih gledal samo na kakšnih TV-jih oziroma na epizodah, da ti pa kar z njimi furaš. A ti je bilo to hudo ali ti je bilo to čist natural, ko si prišel v to klapo? Ja, moraš vedeti, da jaz sem ena stvar, zaradi katerih sem hodil, tudi ko so ostali, mogoče niso toliko več hodili na svetovne pokale. Moraš vedeti, da v enem trenutku ni bilo skoraj nobenega slovenske scene, oziroma dolgo časa ni bilo nobenega slovenske scene, ko bi šel na dirke. Zdaj pravijo, da je težko iti na dirke, takrat ni bilo nobenega. Jaz sem se in z unimi Avstrijci povezoval ali sam, ali z nekimi Čehi. Pa vse smo naredili, da smo tja prišli, zato jaz sem vedel, da če tja pridem, pa da vidim traile, pa da vidim one, ki jih sfurajo, da jaz si lahko to doma naredim. Jaz sem šel nazaj domu, si skopil take traile, si skopil take odseke in tako dolgo to treniral, da ko sem prišel tja nazaj, sem najhitreje se tam dopolil in pač ja, preprosto vse za to, da zdaj rata. Jaz sem kar meril svojo kariero. Bi rekel, da je to zdaj mogoče neka taka druga stopna zdaj, ko se mi zdi, ko nazaj se obrnem, si nimam več kaj učitati in sem ponosen na to, kar sem naredil, pa dosegel. Deva sam mogoče gledalcem predstaviti, ker jaz bom težko te tvoje odličja predstavil, ampak ti si zdaj kaj? Koliko, da si državni prvak v enduru? Ja, mislim, da zdaj 9-krat državni prvak. 9-krat? Ja, mislim, da. Pa še neki mladinski. Kaj je evropski? Ja, 3. iz evropskega prvenstva članskega. Na 5 si bil kjer v EVS-ju? 5. 5 na svetovni sceni. Po Latuilu, 5. 5 na Latuilu. Pa med 10 parkrat. Pa na stopničkah med mladinci, tudi ne vem kolikrat, 10-krat. Respekt, stari. In jaz mislim, da v svetovnem pokalu. No, v svetovnem pokalu. Ampak marsikdo, a je sploh kdo na slovenski enduro sceni trenutno, ki kaže talente, da bi lahko vsaj približno nasledil to, kar si ti zdaj neke te zadeve postavil? Pa levi šport je vedno teka, slej ko prej se bo en najdel, ko me zamenijo. Zdaj jaz uživam vse ti svoj cajt, mogoče na tako zvanem prestolu, ampak si ga ne da s tim, zavedam se, da šport pa vsaka zgodba traja, dokler traja in takrat je treba pač izkoristiti, kar se da. Bo pa slej ko prej en mlad prišel. Jaz sem 100%, ko bo še boljši, še več dosegel in si sam želim, da bom lahko to gledal. A imava kakšnega talenta zdaj za izpostaviti, ali ga raj ne boš, da mu ne bo v glavo stopil? Pa ne, jaz mislim, da lej. Kdo je ta Tamav? Vse ni naš, stari. En Tamav je. Sem opazil, da je nek pizdun, ki je hiter, ka svina na teh enduro dirkih. Kdo je ta nek? A ni Mađar? Kdo je nek krat? Zdaj so, na slovo enduro zelo veliko tujcev prihaja. Vse so že od nekdaj hodili, ali ena redkih takih serij, ko ima in dobre proge in vse, in ponuja nek razvoj za naprej. Ja, je pa tudi, sej ogromno teh mladincev, pač morajo začeti zdaj hoditi na dirke, pa se dokazovati, pa počasi graditi na tem. Pa ja, jaz mislim, da se pravim, slej ko prej bo se en najdel.
Zdaj je veliko podobno hitrih, se mi zdi, veš, in vse je že ful visok nivo, je že zelo hiter. Ampak ti, ki imaš pa tako leta male okrog sebe, a imaš občutek, da malo sam preveč jamrajo, kakšni? Pa ja, no jaz upam, da poslušajo zdaj podcast, da vidijo, kaj vse, a ne, poleg tega tistih lepih objav na Instagramu, kaj vse smo naredili, da smo lahko bili zunaj, pa da smo lahko, da so stvari pač uspele, a ne, in ja, ampak tudi zdaj niso nič kaj slabši, tudi zdaj se ful trudi, a ne, jaz veliko delam z mladimi, a veš, vidim, da je želja, vidim, da je trud, vse jim ni lahko, a ne, ogromno je in pritiska, ali od staršev, ali od socialnih omrežij, in ne zavidam, a ne, ko sem ti povedal, nas tej ni skrbelo, kaj se dogaja na internetu, ko smo začeli furati, a ne, in ja, pač imajo druge probleme, druge težave, je pa res, da biti najboljši ali pa biti nekje na nekem svetovni lestvici, pa res se moraš odreči marsikateri stvari, da tja prideš, no, tako bi rekel. Zdaj pa ja, enam uspe, eni so za take stvari, enam malo težje. Čas se pa zgodi, pa se poklopijo zvezde. Zdaj mi pa to povejo, imamo slovensko sceno, imamo neko evropsko sceno in potem je ta svetovni pokal. Koliko je svetovni pokal težji od, na primer, slow-enduro dirke? Ja, da če tule rečeš, da je par talentov, ne, so tam vsi talenti. Tam ni kajga slabega, ne. Tam se lahko z vsakom furaš, pa vsak ima nekaj, kar pač ali ti nimaš, ali veš, ima neko prednost, nek skill, ko ga unovči. In ja, tam pač pri moških je sploh, tam je fers, ne, tam se gre na nož, tam pač morajo stvari štimati, moraš biti pa rajt, mora bajk delati in res se gre na malenkosti, ne, vsako leto bolj. Je kar hard, ne? Ja, je, fula, ne, sej to vsi vemo, zdaj pač včasih imaš dobro sezono, se stvari poklopijo, čas pa mogoče kakšne stvari malo zaštekajo, cajta pa ni velika, ne, ti imaš 7, 8, a pa ja, 6 do 8 dirk na sezono, v katerih moraš performati. Lahko si ti najboljši, lahko ti najbolj sendaš na vseh treningah, ampak tistih 8 dni na leto je tistih ušteje, ne, ko te vrednotijo, koliko si vreden kot tekmovalec. In to je pol tista kruta realnost športa, ne, ko lahko si marsikdo je dober talent, pa marsikaj prav dela, ampak na tisti dan mogoče pa ne uspe pokazati vsega. Pa da zdaj malo razloživa to sfero, se pravi, jaz sem bil 1 ali 2 dirke slow-endura sem odpeljal, to narediš, se pravi, čuka 200 višincev v celem dnevu, je to možno, tam neki Jurija 300? Na slow-enduro. Na slow-enduro, ja. Nekih Jurija 300, če greš vse stage? Ja, od Jurija 300, 200. Pa stage so dolgi koliko, po ene 4 do 6 minut? Ja, od 3 do 5 minut. 3 do 5 minut? Ja. In s tem, da moraš ti, na primer, v soboto pri slow-enduru, se pravi, moraš čez vse stage iti kot trening, pa imaš pa v bistvu še v nedeljo, vse to ponoviš, pa dirkaš, ne? Kako pa zdaj to izgleda dirkaški urnik na svetovni sceni? Jaz sem da ti mogoče dam da ti malo postavim kontekst te dve stvari, slow-enduro, svetovni pokal. Ja. Sam koncept tekmovanja slow-endura je zelo podoben svetovnem pokalu, zato pravim, da vsi, ko tu tekmujejo, imamo kar velik privilegij, ne, proti tujini, marsikaj nimajo take serije, takih trailov. Ok, hudo. Tako da vse, kar se tega tiče, smo tule dosto prednosti, ne, zaradi tega se nivo vedno bolj dviguje, vedno več tujcev in pa so prave dirke. Ampak mogoče pa pol, kaj pa glavna razlika, je pa težavnost trailov, pa dolžina tekmovanja, pa pol, koliko se traili spremenijo do takrat, ko greš ti pol dejansko na čas furati. Zdaj tu pri nas se traili uničijo glih do unga fajnega, ne do unga loma, ko fajn prime guma. Tam zunaj pa tega na koncu več ni, ali je sam še bolj kot bojišče. Pa bojišče, 3/4 rit manjka. Čist drug način vožnje je pol tam in tistega vam moraš biti navajen, to vas zelo težko trenirati, ker redko kje so taki pogoji, ali pa taki traili, da ti priješ v trail, ko je 10 minut, pa 10 minut so same lukneva, vse ne veš, kam bo šlo. To sem jaz že večkrat rekel, da je to mene jebe, ker sem svetovni pokal vozil.
Da se je toliko proba zbombala, da se nisem mogel navaditi na to konstantno neko prilagajanje. Mislim, meni je bilo to zelo challenge. Te spoštujem, oziroma sploh mi ni jasno, kako lahko furate. Pa kako se lahko sploh zapomniš toliko dolge traile, pa toliko zajebane traile, ker te enduro svet, steze, bova rekla, da so tehnično zelo zahtevne. Ja, jaz mislim, da najbolj pomaga to, ne. Pomaga itak izkušnje pol s časom, ampak ful pa pomaga, če znaš, če imaš dober pregled nad trailom, da ti pač vidiš in linije. Ko tam to moraš res hitro razmišljati, ko greš na trening, je to zadnjič, preden da boš šel pol na tekmi fura to. In moraš res dobro gledati trail, dobro si študirati, kje boš furil, kaj se bo potencialno uničilo čez čas, kaj se ne bo, kje bo v redu grip, kje ne bo. In, pa še kako bo mokren kje. Ja, mokren je pa tik čist drugo. Boljš, da ne gledaš GoPro-jo, ko ni več kaj tezga gledal. Ampak ja, je pa žal pri enduru še tista ena stvar, ko se pa mogoče nikoli ne bo čist uničila, da marsikdaj je prednost tistih lokalnih ali pa prirej, da se tudi v svetovnem pokalu zelo pogosto dogaja. Sicer se mi zdi, da so tisti glavni karakteri kar fair play, ne hodijo toliko na tekme. Tisti, ki so najboljši, bojo vsakič najboljši. Pa daj povej, kakšen level je to? Ker dej pa, mogoče bo malo kočljiva tema zate, oziroma mi moraš ti povedati, ampak tako, mi smo, tukaj imamo eno grupo kolegov, ki pač kdaj ki spremljamo, oziroma spremljamo svetovno sceno v downhillu. In pač in pa je bila pa valjda hype, ki ste imeli na Jamnici EVS, pa je to v bistvu, recimo, da tvoj domač kraj. Pa smo rekli, da le bo pa mogel Pršak ubiti starja, veš, kako je to, in smo bili toliko nahajpani, da boš odbil, ampak se nekaj se ni poklopilo, ne? Tam je par stvari, sem se mogoče sam zakalkuliral, takrat na tisti dirki, ampak lej. No, ampak to sem hotel reči, da na primer pride pa takrat, ko si bil ti peti, je zmagal Sam Hill, je to možen? Ja, mislim, da. In pride iz Avstralije, na vaš teren, se pravi, realno ni videl, on tam ni mogel trenirati neki. Ni. In pride in ima tvoje traile, ki jih imaš ti tam na pregledu, pa jih pofura tako, da zmaga. Kako je to možen? Ne veš, pa ti si spreman. Mogoče včasih se je to zdelo malo nerazumljivo, zdaj čez čas pa počas pol razumeš, zakaj so toliko dobri na unih stvarih. Zato, ker moraš vedeti to, kar sem na primer res prej fural, pa kar smo mi furali na peci, pa kar sem jaz pol po 1000 furah šel na progo. A veš, je bilo čist nekaj drugega v trailu in linije, vse je bilo čist drugače, drugače. Je malo šok, ko prideš. Ja, pač takrat je še bilo, to so bile ene izmed prvih sezon v svetovnem pokalu, ampak tej pač prvo leto, no breaks. All in, 45 minut dirkanja, skozi all in, koliko greš? To si jaz ne predstavljam, ker sem narejen za od točke A do točke B na downhillu 3 do 4 minute in to je moj maksimum respond, da bi pa mogel 5 takih rund zložiti zapored. Ja, takrat je bilo čas dirkanja, mislim, da okrog 40 minut ali 45 minut. 40 minut vse skupaj. Ampak to je 40 minut bolj kot ne na limitu, veš kaj mislim, pač poln gas, kaj gre. In koliko je to enih momentov vmes, ko si, veš, da imaš eno rundo, pa si rečeš, tole sem pa jedva se spasil. Koliko imaš ti tega v enduru? Ja, neverjetno veliko, saj tako sem še sreča, da sedim, no res. To je toliko enih momentov, ampak kar neko tu vedno gre skozi, pa ne vem, kaj je to. Ja, mislim, meni to ni predstavil to zadevo, stari, kako je to možen? Ja, ne vem, se to bi težko predstavim, tako ni neke logične razlage za to. V bistvu moraš biti ful prilagodljiv na dano situacijo, pa samo v bistvu avtopilot in reagirati. Ja, najbolj je to, da res padeš v flow, pa jaz večkrat poskušam tudi analizirati tiste najboljše dirke ali pa teka, hočem si postvariti tisti feeling, odkot je prišel, kako sem se počutil, zakaj je bilo tek. In večkrat prijem do tistega flow state, ko sem ga takrat imel. In, to je dansko flow moraš imeti. In ko si v tizmu flow, v tizmu rekzeno ali karkoli, stvari dela avtomatsko ali ne razmišljaš, kaj preveč, kako in kako, ampak samo greš pa.
A pa te kaj žre zdaj, če greva nazaj? Takrat se pravi dvakrat domač terena, te kaj žre? Ja, ne žrem, niti 0,5%, ne, Te ne? zato sem vse naredil, veš, kar sem lahko in čisto vse, ne, tudi glih zaradi tega, ne, ker so vsi takrat, ko so prišli na dirko, ne, so bolj kot ne prišli za mene navijati. To je tak specialen feeling, tak special feeling. Moraš vedeti, jaz sem takrat, to so bili mogoče highlight endura. Jaz sem te sedel v fabriški ekipi, spodaj, na peci, v pitih, svojemu mehaniku, veš, to so sanja, veš, to si ne moreš predstavljati, kak feeling je to. Ja. Pa tudi, veš, kak once in a lifetime feeling je to, da sediš dole, ne, tako kot podporo, toliko ljudi prije navijati, ti narediš dejansko pol vse, kar si pač takrat sposoben, pa kar imaš in le jaz si nič si ne očitam za nazaj in sploh si ne morem kaj. Ne, no to je pa hudo, da mirno spiš, kar se tega tiče. Ja, valjda, lej. Ampak ne, tako, veš, pa tudi mediji so te hypali, Vital MTB, Pink Bike so kar pisali o tebi takrat, veš? Pa jaz sploh ne gledam, ne Instagrama, Jaz gledam. Ne berem novic nekih tih. Ste hudo, imaš svoj fokus. Pač ja, mislim, pač jaz vem, jaz sem sredotočen na svoje stvari, pač jaz vem, kaj hočem narediti, pa kaj hočem doseči, pa to bom dosegel, tekava drugače, ne zdaj spet za vso ceno, ampak pač res vem, kam je poslanstvo zdaj trenutno in pač delam v tisti smeri, da naredim vse, kar lahko, da to pač zlaufati, ko smo si zamislili. Mislim, da so vsi tudi, s katerimi sem sodeloval, ne, tisti, ko prepoznajo to, ne, da sem res pripravljen narediti veliko za to, pač da za tistega, ko me podpre, sem pripravljen to vrniti, ne 120% in se mi zdi, da takrat, ko stvari funkcionirajo obojestransko, tudi zdaj, ne, tule, ko sem v EU ekipi, ne, ko tudi Tine Grega, ne, ko tudi pač vidim, da cenita to, kar delamo, čeprav so imeli nekaj težav na začetku, čeprav so bile določene zamude, levo desno, ampak vemo, da vsak od nas dela vse, kar lahko, da se stvar spele. Ja, da se stvar spele, pa da naredimo, pač, kar je treba. No. No, tukaj bo še prišla, ampak deva ostati še mačkan tam. Se pravi, si natreniran, si fit, delaš vse, kar lahko, da performaš na najvišjem levelu. Da jim pa povej, valjda se moraš malo kdaj počohati po glavi pa reči, kako da ujeti ta najhujše, ki so. Kaj ti misliš, da je tist, ki pa eni pač moraš reči, da so pa psihopati. Kako, naprimer, jaz, ko pogledam, en film je bil, pa takrat, ki je bil Richie Rude in his fucking prime, ki je bil na enem vzponu, nekje v Franciji, mislim, da je šprintnil gor, tako da sem jaz mislil, da ima motor. Koliko so to resne živali, kva to pomeni, kje pri tebi to manjka, oziroma kaj te manjka še ta košček puzle, da bi pa prišel spet nazaj tja gor? Mislim, da zdaj v zadnjih 2 sezonah je bilo sem imel kar nekaj težav z gležnjem. In zadnji 2 sezoni pač absolutno je bilo kar že skoraj malo frustrating, zato ker nisem mogel furati tako, kot sem si želel in vedel sem, da se moram pocajtati, ampak preprosto se pravim, športu je toliko malo cajta, sezone v sezono, pol so bile pogodbe pri koncu in je bilo kar stresno skozi in zdaj moraš vedeti, da so kar turbulentni cajti tu v tej bike industriji in za voljo poškodbe, tudi mogoče pol ne greš ali na operacijo ali na neke treatmente, ko bi jih mogel narediti vmes in ja, zdaj v zadnjih 2 sezonah je bil to se mi zdi največji problem, ampak zdaj letos pa po dolgem cajtu je sezona, ko nisem več poškodovan in ja, zdaj pač malo je bil zamuja z bajko, ampak to škoda je, ni glih tu zdaj moj namen, da se zgovarjam na stvari, ko nimam vpliva na njih, ampak želim se spet osredotočiti na tisto, kar lahko naredim, kar imam pod kontrolo, tisto, kar je, oziroma se je zgodilo, se pač je z razlogom in kaj manjka, zdaj manjka trenutno malo več cajta na bajku, zdaj moraš vedeti, da je šlo iz nekih komponent ali pa iz nekega bajka v čisto drugo smer, kjer poleg tega, da tekmujemo, tudi pomagamo razvijati bajk, izboljševati komponente, ko mogoče niso na takem levelu, da so konkurenčne. Po drugi strani pa malo
kompromis performancu z vsako tako stvarjo. Ne. Tako sem rekel prej, če hočeš biti konkurenčen najboljšem, pač moraš biti prepričan v opremo, moraš biti pa right, moraš biti zdrav, pač vse moraš štimati. In niso pa spet toliko taki vesoljci, veš, kaj mislim, vse se ti mogoče skozi tekmo zdi velik, ne vem, minuta zaostanka, minuto 20, ampak procentualno gledano je to, ne vem, procent ali pa procent pa pol, ali, glede na generalni cajt. In a veš, to so malenkosti, pač par vinkov narobe, malo manj confidentov zavoj. Ampak to se ti hitro nabera, da lej, najboljši primer so ti je downhill dirka, ko gledaš, ne vem, nekdo, ko je 5 sekund zadaj, vidiš, a ne se že nauči, če malo bolj pozorno gledaš, se hitro vidi razlika, kje zgublja. In tako se pač pol dogaja to na enduro in zdaj trenutno mogoče sem še v taki fazi, ko še ne zaupam toliko materiala, kot bi mogel. Razumem. Ampak vem pa, da bo slejko prej in tudi dokazano zdaj letos, da odkar smo odpravili te težave, gre navzgor in jaz mislim, da bo letos še dobra sezona, upam pa, da ne bo prehiter konc. No. Bomo držali pesti, tako da napišite video kakšno spodbudno v komentar. Ja. Ej, ok, se pravi, je dosegljivo, se da. Ne gledaš na nobenega tako, da rečeš, kako mi pa to uspel zdaj. Pa ne, veš, toliko časa sem bil tudi, ali pa sem bil povezan, pa še zdaj, a ne, z nekimi dobrimi tekmovci, ali pa obkrožen z nekimi dobrimi tekmovci, da mi je jasno, kaj zahteva to, a ne, da ti uspe. Zdaj pa tako sem rekel, da tisti dan to pokazati, pa mogoče, da vse tek štima, je pa druga umetnost. Vse to. Ne bi rekel zdaj, da je nemogoče. Če bi bilo tako nemogoče, pa verjetno ne bi več tega delal. No. Ej, koliko gledam, si tehnično iber podkovan model. In da mi povej, kakšne proge tebi najbolj ustrezajo. Če bi mogel opisati, kva imaš rad? Ja, zdaj, kaj imam rad? Se mi zdi, da zdaj se je zelo spremenilo. Ne? Včasih mi ni bilo všeč Kamenje Primorska, ne? To so bile stvari, ko mi niso nikoli sedle, ampak zdaj pa, ja, pač meni so mi najbolj strmi, tehnični treli, ne toliko hitri mogoče. To so vse taki treli, ko so tudi mogoče bolj značilni za naše kraje, za Koroško. In ja, pač v enduro je še relativno nekaj tega ostalo. Ampak tudi nažalost zmerno več je, zdaj odkar se združuje s tem downhill formatom, Warner Bros, karkoli, vedno več hodimo v parke, vedno manj je takih trailov. In nažalost, ne spet vsi tisti tehničari ne pridemo toliko na svoj račun, ko pa smo mogoče v prejšnjih letih. Štekam. In tudi ponavljajo se zelo venue in a veš, pol izgleda že skoraj tako ena mini downhill dirka, veš, priješ na eno lokacijo, podobni traili, mogoče kakšne stvari malo se spremenijo in manjše razlike, manj možnosti za napak, manj spet nekih kreativnih linij. In ja, najboljši trail pa ja, strm, tehničen, pa še mokren, to bi pa še boljše. Mokrega rad furaš? Ja, mokrom se mi zelo dopade, no pač itak pol zime, grdoma je, bolj ko ne dež pa sneh, tako da se pa kar naučiš te koziti, se mi zdi. Pa še resen teren imaš gor. Pa ja, je kar, ja, te korenine, tako veš, da dopuščajo kaj pravič. A lahko pišeš, glede na to, da si zelo aktiven, da si znamo še malo predstavljati, kako izgleda zdaj tvoj dan profesionalnega športnika, Vida Peršaka? Ja, zdaj vsako leto je bolj pester, se mi zdi, da si misliš mogoče, ko bo konec faksa pa vsega, ne, bo pa kakšna stvar manj, pa podobno kakšna stvar več, ne, pride, ali pa kakšna druga stvar. Zdaj, kako izgleda, ja, veliko stvari, ne, tudi tole zdaj trenutno zaradi delam za šolo, to je ena izmed stvari, ne, se tole za te male, oziroma za šolo veliko stvari delam, pa skrbim. To, pol pa ja, bolj ko ne po planu, samo ravtrija. Ampak se pravi, zjutraj se zbudiš, si začetka zobe, kdaj imaš trening? Ja, zdaj, če imam 2 treninga na dan, pol ponavadi grem zjutraj prej v fitness, pol popoldne na bike, na specialko, ali so to kakšni intervali ali pa na cross country. To je mogoče prvi dan. Vmes pa podelaš še za ride, kar imaš? Ja, vmes to delam. Okay. Pol še kaj za kamp vmes delam. Pač na mailih sem ful pracajta ponavadi. Teda to. Pol torek, sreda grem, a ne, pol ponavadi v ponedeljkih, a ne, sem itak v Ljubljani, tule delam. Pol
torkih fitness, kaj specialko, kaj bolj intenzivnega, pol je sreda na endurcu, 2-3 ure, četrtek, mogoče še kakšna stvar manj, petek, ponavadi spet fitness zjutraj, pa popoldne ali kaj na specialki, ali kaj na endurcu, bolj intenzivnega, pol soboto, nedeljo pa kar bolj kot ne daljši treningi, 3, 4, 5 ur na endurcu. Na endurcu. Ja, ali pa v bike parku. Teda to. Ko si pa v fitnessu, imaš kakšne, predvidevam, da ne pumpaš. Ali kakšne... Ja, zdaj skozi to svojo kariero, ne glede na to, da sodelujem, en izmed razlogov, zakaj sem toliko pripravljen, ko sem, je to, da že vsa leta sodelujem z dr. Samo Ravterjem, če ga poznaš. Ja, od Žakeljce tudi, ne? Tudi trener od Tanje Žakelj in ja, z njim, on je tudi en izmed tistih, ko mi je pa res bolj kot ne celo kariero, še zdaj, pač pomagal. Takrat, ko sem prvič prišel na faks, pa do zdaj, to bo zdaj že 8 sezono sodelujemo in zaradi njega tudi pol stvari, ko jih znam, pol tudi, kar se tiče treniranja, kar se tiče dela z mladimi, same organizacije dela, sem se tudi od njega večino stvari naučil, še vedno, za njega sem mala šola, za kako bi rekel, stvar, kar se tiče performance ali pa ja, kar se tiče treninga. Nikoli nisi podvomil v program, ki ti ga je napisal? Pa ja, itak da, mislim, da če pravilno gledaš na to, moraš podvomiti, moraš tudi, se mi zdi, da dober odnos med trenerjem pa tistim mladečim je tak, da konstruktivno najdeta en rešitev. Sam ponavadi sem jaz tek, da glavo dol pa naredim tisto, kar je treba. Kar se pa njegove strokovnosti tiče, pa dela, pa nisem v lifeu ne podvomil. Odlično. Kaj ti je pa najbolj na jetra, kad ti on napiše? Oziroma, kjer del treninga te res živcira, da rečeš, fuck. Ja, tisto, ko nimam dosti seta, bi naredil vse do konca. A je to? Ja, drugače pa... Ni vaje? Ja, ni. Šprinti, ti grejo kul. Vse za noge. Ja, mi je fajn. Ti v redu. V rdečo covno se spraviti. Ja, to mi je zakon. Da vidiš hudo. To je dober. Ni mi sploh, to mi je res ni panike. Najljubša vaja? Pa ne, mislim, zdaj se zdi, vedno bolj spet, za en cajt je bil kar več fitness, zdaj pa si spet poskušam malo, mogoče čim bliže organizirati stvari, da čim manj časa zgubljam z vožnjo s tem, da čim bolj lokalno treniram ali pa v fitnessu pa to. Najljubša vaja pa kaj, deadlift ali pa, ja, deadlift. Vaje z lastno težo ali vaje z utežmi, kaj ti je bolj? Pa z utežmi mi je zanimivo. Je zanimivo. Ja. A moraš ti za enduraša paziti, da ne greš preveč v kilažo gor? Čeprav Richie Rutte ima 90 kg. Ja. Mislim, pazi, to je zdaj spet ena druga tema, ko smo toliko enih stvari že poskusili in v moji karieri, teda se mi zdi, da sem tudi skoraj tako en eksperiment, to, kar delam sam, pa kar pač sam tudi pol delam ali pa dodajam v ta program. Se mi zdi, da smo skozi toliko različnih kombinacij treninga šla, da ja, tudi od tega, da smo na masi dodala, odzela, vse možne programe. To, da smo videli, kaj so benefiti. On se je čist statistično lahko tega lotil, oziroma razmišljal iz te strani bolj, jaz pa čist praktično. In res, toliko enih stvari sem se naučil skozi svoj trening, da ja. A si strikten pri prehrani? Pa jasno, ja, mislim, jem skozi dobro, zato sem se naučil. Ješ dobro, ampak ti, na primer, spremljaš kalorični vnos, kaj daš, koliko beljakovin na gram telesne teže? Zdaj vedno bolj, ja. Zdaj mogoče v zadnjih letih toliko več se mi zdi, ker je tule toliko enega zastojn performansa skritega, da je škoda ga ne izkoristiti. Pa niti ne, da je skritega, ampak sam toliko ti ga lahko vzame napačna prehrana ali pa napačen beljakovinski vnos, da se splača mogoče da ostati doma, pa kaj skuha do konca, pa v miru pojesti, ko pa premalo jesti. Kaj pa, na primer, na etapah endura, a imaš s čim se hraniš vmes? Ker ne smem... Ja, tudi za med etapama,
imam zdaj že toliko naštudiran, da sem prvo pa zadnjo etapo približno energijsko v enakem počutju na štartu. To si pa hudo naštudiral. Kaj pa Krči, imaš problem, da je Krči ali Na ne? Krči, sploh ne vem, če sem ga že dal. Hudo, se pravi fit Res, model. da to nisem imel nikoli problem s tem. Ko gledate, ko merite rezultate na kakšnih trenažerjih, pa to, kje se primerja s specialkami? A ti kdaj ravter kaj reče, da je tukaj lebi pa pizda, tukaj še enega specialkarja nisi? Ja, sem tega ali tega ne bolj vzdržljivostni tip pač športnika in tudi imam prednost takrat, ko so stvari daljše, ko so mogoče malo manj eksplozivne. In ja, se večkrat reče, da bi bilo včasih lažje me pripraviti za cesto, ko bi lahko tam dobro tekmoval, na neka vzdržljivost. A si imel kdaj pomisleke? Kad denar je pa boljši tam predvide. Pa ja, ful, se bi toliko enih stvari, samo vsega ne moreš. Ja, se vem. Pa da si eno pot začrtal. Ja, se pravim. Zdaj tudi ta pot me še vedno toliko veseliva, toliko rad delam, da dokler mi bo omogočeno, dokler da bo tako, ko je zdaj, si pač želim nadaljevati, pa dokler bom zdrav. Odlično. Ej, tole bi te še vprašal. Od kdaj do kdaj si bil v Orbea Factory? To je bilo takrat prve 3 sezone. To je bilo od 2013 do 2017. Pol je bilo 17, 18, takrat, ko je bil svetovni pokal doma, je bil Moonraker. Pol je bil pa od 18 naprej pa do 2 leti nazaj, 2023 Orbea. To je bilo Factory. Koliko je bilo v bistvu lažje tebi, da si imel Štrancarja z, kaj bi on, vodja ekipe? On je bil team manager, v bistvu vse leta. To je bilo kar hudo, a ne drugače? Ja, z njim smo tudi, smo se v svet skupaj prepotovali, pa vse stvari smo skupno študirali. Velik del tvoje kariere? Ja, izjemno velik del, tudi zahvala njemu, tudi z meni se, pa ne samo za mene, za vse se je enako trudil tam in Pa glede na to, da je bil toliko cajta, team manager je mogel nekaj dobro delati. Ja, tam je bilo čisto, tam v Orbeji smo bili na koncu že tako ena familija, smo bili bolj kot na eni in isti, tudi kar se tiče marketing tima, kar se tiče njih šefov, tam v tovarni so bili isti ljudje in smo imeli zelo dober odnos in pa smo vsi vedeli, kaj si želimo, zakaj delamo in je bilo pač preprosto fajn tekmovati za njih in nisi poštudiral, da bi sploh kam drugam šel. A je bilo kaj bad pol, ko je bil naznanjen, ko so naznanili, da v bistvu enduro ekipe ne bo več, ali je bilo to? Ja, ampak jaz sem že eno leto pred tem, jaz sem bil takrat na 3-4-letni pogodbi in jaz sem vedel, da ko bo tega konc, da si želim mogoče nekaj drugega še poskusiti. Aha, si imel to? Dokler bom imel še možnost pač tekmovati, pa dokler še lahko. In ja, tej sem se, pač te je prišla takrat ponudba iz Ljubljana, iz Unior Sintra, oziroma ponudba, ja, pač preprosto smo se dobili. Sta bila kar vesela, veš? Sta bila kar vesela, Grega, pa ti ne, da sta te dobili. Ja, se tudi jaz sem vesel, da je tek zdaj pa itak letos, ko se je še to, bi rekel, še na en nivo više spravilo. Se mi zdi pa, da tega bila dobra poteza, ker verjetno, če bi takrat šel kjerkoli drugo ekipo, bi zela velika verjetnost, da zdaj se je navajen, da počaka. Ja, se navajen, da počaka. Če ne bi takrat, Orbeja je bila po tisto leto kasneje, se je zaključil program. Te so prišli na zadnjo dirko, pač povedali, da je konec programa, pa da je konec za vse. In takrat ne bi mogel, zdaj je zelo malo ekip, ko na enduro pač da imaš možnost izbere in ja, ne vem, kaj bi se takrat zgodilo z kariero. Štekam. Ok, se pravi, potem si bil slovenska ekipa Unior Sinter, to je bila 1 leto ali 2? To je bilo 1 leto. Eno leto? In zdaj sva letos pristala kje? Zdaj pa Aeon Racing, v bistvu nadgradnja Unior Sintra. Hudo. In ja, tu smo. To je, a lahko rečemo, da je to bolj downhill orientirana ekipa ali tudi enduro zelo resna ekipa zdaj? Ne, to je isto kot lani. Tudi lani je bil main focus na downhillu, ampak se pravi,
jaz pa tule s svojim izkušnjam, pa ne vem, svojim znanjem, ko sem ga si pridobil v teh letih prej, mi je bilo jasno, kaj potrebujem ali pa kako okolje si moram zagotoviti, da lahko isto performam naprej. In tu takrat, preden da smo podpisali pogodbo, oziroma preden da smo se dogovorili, se je zavedal, kam grem in sem vedel, da tule me nič ne omejuje, oziroma mi nič ne, bi rekel, ne omejuje za to, da grem naprej pa da tekmujem. In želel sem si pa biti mogoče nekje bliže nazaj, tudi mogoče združiti to kariero z malo bolj udejstvovanjem v trenerskih krogih. Je mogoče en del fokusa, ko ga to tudi pobere, ampak če bi vedel, kaj vse sem prej tudi delal, pa faks pa vse ostalo, je to še mali del. Tako da če pol vedno razmišljaš, kaj lahko narediš iz tega, ne več. In tule zdaj zaenkrat. Imaš vso potrebno podporo, ki jo rabiš. Tule ampak se pravi, edino, kar je letos mogoče malo presenetilo, je bilo da so ti komponenti ali pa okvir kolesa, da je toliko pozno prišel. To je bil mogoče en manjši mogoče spodrsljaj za začetek sezone, ampak lej. Lahko da bo pa konc toliko boljši. Ja. A je to slučajno tale bajk? To je točno to. A ga greva zdaj malo pogledat? Ajde, Vid, evo, razlož našim gledalcem, kaj ima vas zdaj klele pred sabo. Zdaj za to sezono imamo v bistvu prav poseben bajk, kot lahko vidite. Nikolaj G1 GPE. GPE oznaka pomeni, da uporabljamo Pinion Smart Shift sistem, kar pomeni gearbox, pa belt driven oziroma jermenski pogon namesto verige. To je v osnovi to, V bistvu deva reči, da je kar nekaj sprememb za letošnjo sezono. Šel si na Manitu, šel si na ProTaper, šel si na Jermen, šel si na belt drive, kot si rekel, oziroma na Pinion. Kako vse te spremembe vplivajo na te in na tvojo vožnjo? Zdaj nekaj treba razumeti pri vsem tem. ProTaper, Hayes, Manitou, tudi Reynolds, to je vse ena grupa, kar pomeni, da ves razvoj in vse komponente izhajajo iz enake fabrike oziroma iz enakih inženirske podlage, kar pomeni, da komponente so narejene, da sobivajo. Tudi zato ni bil tak problem se jih navaditi, ker je dobro naštudirana stvar in ko to skupaj zložiš, pač načeloma špila. Spremembe pa zagotovo ogromne, v primerjavi s prejšnjimi sezonami, glede na to, da sem jaz 9-8 let furil Fox, prej vmes še, kaj je bilo še Boss vzmetenje, si ga spomniš? Na stari Urbeji. Na stari Urbeji. Je bila sprememba, ampak Manitou je zelo preprosta zadeva. Nima toliko nastavitev, vse deluje v nekem srednjem rangeu, da se vseeno ogromno stvari tudi prilagoditi. Zdaj, tule smo ogromno delali z inženirji od Manitouja. Imamo srečo, da smo ena izmed redkih njihovih ekip, ki smo direktno sponzorirali. In smo pa z njimi naredili tak setup, ko zdaj trenutno ga imamo. Glede na to, veliko časa nismo imeli testirati, ampak v tem kratkem času smo kar enih par detajlov naštudirali, pa da zdaj to delate, ko mora. Glede na to, da si rider svetovne scene, mi povej ene par stvari, na kateri si res občutljiv pri nastavitvi bajka. Zdaj pač trudim se, da nisem preveč občutljiv. Čeprav skozi vse te lete, ko zamenjaš toliko komponent, ko probaš toliko različnih stvari, ti je jasno, da obstajajo razlike med komponentami in da so boljše in slabše stvari. Je pa vse odvisno od tega, kako si nastaviš, pa kaj narediš iz njih. Vsake komponente, ko jo dobiš prvič, moraš pogledati čisto objektivno, kaj ponuja, potem pa začneš razmišljati, kakšen je tvoj stil, pa kaj lahko iz nje dobiš. Zdaj, tudi če poštudiramo, imamo karbonske wheelsete, tudi zelo trdo wheelco, šok, v bistvu dosti klasičen sistem, nikaj preveč. In imamo pa aluminijast okvir, ki je dosti fleksibilen, kar pomeni, da z tem karbonskimi obroči niti ni tak problem. In tek se pol posledično komponente združujejo, pa v bistvu, da dobimo ne več iz njih. Daj mi pa povej tako, se pravi, Urbeja je bila karbonka. Slash je bil karbonski, zdaj si pa na aluminiju. Miti, aluminij, karbon, kje ti to občutiš pri okvirju? Zdaj moram reči, da ta bajk je
toliko drugačen od ostalih, tudi kar se tiče geometrije in pa vseh voznih lastnosti, tudi glede teže, toliko nižja, ne, se sama razlika v okvirju ne občuti toliko. Težko je povedati, da je to aluminijast ali pa karbonski okvir. Lahko z dobrim karbonskim okvirjem dobi zelo podobne karakteristike, ne, kot so na tem bajku. Se pravi, bolj bi se to občutilo, če bi bil bajk z enakim sistemom, ne, da je imel karbonski bajk z gearboxom, bi hitreje opazil razliko. Ampak tu je pa zelo podobno je e-bajku, če si predstavljaš, večina teže od spodaj. In bolj se bajk čisto drugače fura, ne, malo bolj pri tleh, manj ga lahko na silo voziš, ne, bolj ga moraš po tleh voziti, pa bolj s flowom. No. To je glavna taka razlika. Pri zadnjem članku iz Leoganga ste tehtali bajke. Deva reči, da je ta kar zajeten. Koliko tehta? Ja, zdaj ta je definitivno med težjimi bajki 19,6 kg. A te to kaj moti pri vožnji ali ne? Ne, jaz sem se z enim namenom pripravljal na to sezono. Posebne priprave sem imel, to je bil e-bike brez baterije. Aha. Zato, ker večina inženirjev, ko sem se pogovarjal z njimi, so predlagali, da to ne bolj sovpada, oziroma to bo ne bolj podoben način vožnje temu bajku. In pol transfer na ta bajk niti ni bil toliko zahteven. Še vedno bolj lažji, ko pa e-bike brez motorja, oziroma brez baterije. Smem vprašati, koliko imaš kil? 73 kg imam. Mogoče veš, na kakšnih pritiskih voziš vilice pa amortizer? Ja, vem, ja. V bistvu imaš tule pozitivno pa negativno komoro. Zgora v negativni je 55 PSI-jev, oziroma ne, zgor je 90 PSI-jev, od spodaj je 55 PSI-jev, v fedru je pa 203 PSI-jev. Kako imaš rad bajk nastavljen? Bolj mehak pa hiter rebound ali imaš rad bolj počasen rebound pa malo trš? Ne, jaz načeloma vozim, načeloma vozim malo mehkejši bajk. Zelo rad imam to, da jaz bajku dodajam lahko hitrost, ne da me toliko bajk diktira tempo, zato ker moraš razmišljati, da dirka, naprimer, tako je bila v Leogangu, traja od 6 do 8 ur in takrat pač bajk moraš imeti nastavljen tako, da ga ti mu daješ tempo, ne on tebi. Zdaj, če bi bile to krajše dirke, si ga prilagodim malo, si naredim malo trši setup, v glavnem pa načeloma mehkejši, pa tudi počasnejši. Furaš inserte? Ne, brez insertov. Brez insertov? Tako, ja. Se je izkazalo za boljš ali kako, da si se odločil za ta podvig? Ne, niti sploh v zadnjih letih ni nobene potrebe bilo več po insertih, glede na to, da so tudi med lažjimi. Pa tudi gume pa sami wheelseti so toliko močnejši, boljši, da nimaš težav s tem, da bi... Ne, sploh ne, da smo na zadnje malo predrto gumo ali karkoli od tega. Ne tako ostane? Ja, res je. Odlično. Kaj je še kakšna taka posebnost? Vidim, da imaš klele zelo rad zamarkirane svoje stvari, se pravi, imaš rad kokpit na svoje mesto, tako mora biti. Ja, zdaj to je čist zaradi tega, naprimer v začetku sezone ali pa zdaj, ko se je začelo, ni bilo veliko časa in ko izberemo oziroma najdemo, najprej, ko se sedem na bajka, si naredim nek osnovni base setup. In ko mi načeloma to ustreza, ga želim pustiti enako, oziroma tako kot je. In zato si pol tudi označim vse stvari, pa da je vedno na enakem mestu. Ko potujemo, se večkrat kaj prestavi. Da je to tako, da ko se usedeš, da ga sestavi, da je to. Pa tudi na dirki, če kdaj vmes kaj padeš, da si lahko na hitro vse na neko tisto približno točko nastaviš. Smart. Pa mi pa še povej, nekaj si zapisal, da si imel na prvih dirkah svetovnega pokala malo težav s kolesom. Kaj je bilo, pa si to odpravil? Ja, res je, to ni nobena skrivnost. Zdaj nekaj moraš vedeti, da dirkanje je ponavadi v ekstremnih pogojih oziroma v najtežjih, kar je možno. In to, kar dobi bajk od nas, verjetno težjega mu ne bo, Ja, od koga drugega. In mi smo ugotovili, da ko je bilo zelo blatno pa zelo deževno, je prišlo do problemov malo z jermenskim pogonom in pač posledično smo naredili skupaj z inženirji, smo dizajnirali tiste kavre, da pomagajo, oziroma preprečujejo, da pride toliko umazanije gor na jermen. In zdaj stvar funkcionira. Je vedno tako, ko vzameš nek nov sistem, nek nov bajk, moraš vedeti, da ta bajk je v bistvu še letos prišel v prodajo, oziroma mislim, da se celo še ne prodaja, oziroma se bo v kratkem. In vsak update, ko ga dobimo skozi dirkanje, je posledično za
potencialne kupce, ne, sam plus. Tako da, zato je dirkanje tudi zelo pomembno. Ne. Tudi pri Nikolaju se tega zavedajo in vsaka težava oziroma vsak problem, ko se pojavi, so takoj pristovali. Te poslušajo. Ja, res so zelo odzivni. Mi moram reči, da letos spet po lani je bilo malo manj tega feedbacka pa sodelovanja z trekom, ampak tu z Nikolajem je ponovno na nekem takem nivoju, ko smo ga imeli pri Beji. No. A misliš, da zato, ker je to malo manjša firma, pa morajo biti malo bolj prilagodljivi? Si kdaj občutil, da je trek mogoče toliko velik, da reče v redu, mi že vemo, kaj delamo, ali ne? Pa ne, preprosto se mi zdi, da se zavedajo tega, ne, da danes je na tržišču veliko dobrih bajkov in vsaka izboljšava oziroma vsak konstruktiven feedback, ko ga lahko dobijo skozi dirkanje, jim lahko pomaga, ne, tudi posledično pri prodaji pa izboljšanju njihovega produkta. Top. Še tole. Predvidevam, da glede na to, da si dolg časa na bajku, pa da so stage kar zahtevni, sploh ti transferji, a se poslužuješ bike fittinga? Ja, to pa že od nekdaj, z Nikonom, bike fitting Niko, z njim sodelujemo, res se moram zahvaliti. Ne. Tudi na zadnje, če povem eno zgodbo vmes, ta bike sem dobil šele 3 dni preden, da sem šel na prve svetovne pokale letos. Neugodno. In smo ga skupaj z Anžeto sestavljala do 12 po noči tu v Ljubljani. Ob pol enih sem bil pri Nikonu, smo naredili en fitting. Pol enih zjutraj? Pol enih zjutraj. Ob 2 sem prišel domov, ob 3. Zjutraj smo šli že testirati, tako da letos je res bilo noro, kar se tega tiče, no, ampak vsi, ko z njimi že dlje časa sodelujem, so mi pač pomagali in s njim zato res neizmerno hvaležen. Me pa zanima se pri tem bike fittingu, a so na primer te glavne točke iste pri vseh bajkih skozi vsa leta, ali morate vsakega malo dodelati? Ja, zdaj tule, kar se tiče glavnih komponent, kar se tiče naklona, balance, fajfe, tega, to jaz poskušam sam ugotoviti oziroma mogoče pač prenesti iz prejšnjih sezon določene stvari, ampak kar se pa višine sedeža pa nastavitev klitov tiče, pa vedno pač preko fittinga ugotovimo najbolj optimalno pozicijo. Smo pa marsikaj že prilagajali, tudi zaradi nekih poškodb pa vsega in se je dalo, a ne pač brez bike fittinga bi ziher bila vožnja bolj neudobna kot pa eno. Predvsem to, udobje samo čez dan je veliko večje, ko imaš pravilno nastavljen bike. No, vse to. Širina zica? Širina zica je 145 oziroma 140. Pritisk v gumah? Ja, to malo varira, odvisno od pogojev, pa odvisno od pač kompauda, katerega uporabljamo, ampak načeloma nekje od 1,4 do 1,8. Od 1,4 do 1,8, ja. Pa ne presekaš nikoli? Ne, še nikoli. Odlično, a greva nazaj na epizodo? Seveda. Mala. Ok, bike smo videli, krasna taka zadeva, malo vesoljska, ampak ja, dajva še povedati, Pinion, se pravi, to je v bistvu ekipa, ki ima v bistvu Gamux, ampak Gamux ni šel zdaj v enduro svet, zato je Nikolaj, ali kako? Ja, zdaj tule je še ogromno enih stvari, ko se pripravlja, pa je tudi pogojenih tudi odvisno od sezone, od razpleta sezone, kaj še sledi oziroma kaj vse je bilo, teda to bo kar zanimivo spremljati, no, tudi za sport fan, ali kako se jim reče, tudi jaz mislim, da bo veliko zanimivih in novic in skozi sezono in nekih dogajanj okrog ekipe. Hudo. Tako da ene stvari, mogoče lahko povemo, enih še mogoče niti, ja, še niso toliko javne, tako da. Hudo. Kako je, ko veš ene stvari, ki jih ne smeš izdati, pa te vsi, dej, a lahko to poveš? Ne, zdaj ni spet kakih takih nekih skrivnosti, ampak bolj je to, da določene stvari, ko jih tule delamo zdaj, a pa tu v povezavi z Nikolajem. Nikolaj so pač, bi rekel, spare bajki, pa trening bajki za EON ekipo. To je to sodelovanje, mogoče pa tudi prihodnje kaj povezavi z Gamuxom, ampak ja, to bomo še videli. Je pa najboljši del tega, ali pa zdaj te faze moje kariere je to, da pač neobremenjeno performam to, kar najraje delam, oziroma še vedno to je glavni fokus. Po drugi strani pa vse te izkušnje iz prejšnjih sezon grejo v ta feedback za izboljšati kolo, za izboljšati komponente. To sem zdaj tudi velik del pač mojega dela, tudi to zdaj, da želim dati dober feedback, da želim čim bolj sodelovati čim bližje sodelovati z inženirji, z razvojniki in narediti čim boljši bike za
mene, pa tudi posledično pol za vse, ko ga bojo ali kupili ali pa na njem tekmovali. Respekt. Pa posledično, stari, lahko tako sodelovanje ti mogoče pa kakšna nova vrata odpre za naprej. Ja, zdaj to vedno teka, ne. Ta industrija je teka, že misliš, da si nekaj naredil, pa lahko se hitro pol ali odprejo ali pa zaprejo neka vrata, ko nisi pričakoval in moraš biti pač, ne vem, pri moji karieri ali pa vse, kar sem delal, se je vedno obrestovalo to, da sem mogoče en korak dlje šel, kot vsi ostali, ali da sem več delal, ali da sem se za kakšno stvar bolj potrudil in jaz mislim, da to me je še zmeraj pripeljalo do tega, da je večino vrat bilo pol na koncu odprtih in ja, tudi me skrbi za naprej, da se to ne bi dogajalo. The best. In če sva lihkle v tem letu z Aeon ekipo, kakšni so plani za letošnjo sezono, se pravi? Ja, letos glavni plan je čim prej pač naštudirati bike, pa performati teko to, kar vemo, da smo sposobni, pa to, kar pač sam od sebe tudi mogoče pričakujemo. In to je prvi cilj, drugi cilj, ja, stati zdrav, pa furati, kar se da. Kako pa je v bistvu res poškodbami pri tebi? Ja, zdaj je bilo kar nekaj poškodb, ampak jaz načeloma zelo malo o tem se govori, tudi zaradi mogoče kakih pogodb ali pa mogoče da prej. Zdaj trenutno ni nič kaj, ampak takoj, ko so kakšne poškodbe, je bilo pač main focus na tem, da se pocajta. Tu tudi fiskulturnica Aida, tu je en izmed glavnih členov, da moja kariera traja še zdaj, ker tudi je bilo par poškodb vmes, ko noben za njih ni vedel, pa smo jih sanirali toliko hitro, da ja, če bi bil zdrav, ne bi mogel verjetno, da sem sploh bil kdaj na štartu. Ampak ja, nikoli pa nisem nobenemu povedal, da sem si kaj poškodoval, mislim, povedal. Pa to res zaradi tega, da se ne bi kakšnih vrat zaprl? Pa ne zaradi tega, ko se hočem čim prej pocajtati, zato ko hočem štartati, hočem furati in vedel sem, da vsak dan, ko nem na bajku, pa ko ne delam, načeloma zgubljam in sem pač dal takrat 100% fokus na to, da se vrnem čim prej nazaj. Ja. Kjer je bila najhujša poškodba v tvoji karieri? Pa ziher, zdaj tudi nazadnja, tudi gležen, oziroma tu, ko sem bil na operaciji. Kaj se je zgodilo? To je bilo že na koncu tako, da 10 metrov, ko si šel peš, me je več noga tako bolela, da sem komaj še spustil nogo. In tako sem zdaj zadnji 2 sezoni furil. Tudi s neki blokade vmes, ampak vse zelo pod nadzorom zdravnikov, fizioterapevtov, tako da načeloma nič kaj takega, da bi na dolgi rok si škodoval. Je bilo pač diagnoza postavljena mogoče malo prepozno, da bi lahko ukrepali pred sezono in je bilo treba pač na silo eno sezono stisniti. To je kar bedna voza takole. Ja, pač to je toliko enih mentalnih kapacitet zavzame taka poškodba ali pa taka bolečina, da pol ja, pač težko je to res blokirati pa pozabiti na to. Zato, ker šlo je, da takoj, ko peta mi je žgala do, mi je inhibiralo in sem pač avtomatsko nogo sem te grdo še držal. Ja, to je bilo res, to se ne rad spominjam, ampak in zdravniki v splošni bolnišnici Slovenj Gradec in se pravim fizioterapija tu Aida so bi tule pomagali pač neskončno in se zaradi njih lahko še vedno in tekmujem. In zdaj, končno po 2 letih brez bolečin hodim okrog, to kar je pa tudi največji dosežek. Ne, tako ostane. Kire dirke letos se najbolj veseliš? Ja, najbolj se ziher veselim Latuila, tam tista dirka je pač epska, pač poln gas, pa res strmo, pa zakon je res. To so taki traileri, ko si jaz predstavljam, da bi šel furat v nedeljo popoldne. Zdaj vas čaka državno prvenstvo? Tam boš seveda v Jamnici? Ja, zdaj državno prvenstvo je letos v Mežici. V Mežici? Ja, to je za otenek v drugem kraju, ampak še vedno v Koroškem. Tako da, ja. Koliko pa se kaj pokriva naša enduro scena zdaj s svetovnim pokalom? Ja, zdaj kar neki dirk se je prekrival, ali pa zdaj se pravim, to državno prvenstvo je en teden pred dirko svetovnega pokala, ampak glede na to, da letos mi zelo primanjkuje cajta na tem bajku in tekmovalnih, bi rekel, trening oziroma tekmovalnih spustov, je vsaka dirka, ko je pač grem in... Pa valjda bo šel še po 10. majica, ne? Ja, pač jaz grem
Ja, želiš si vedno zmagati, se to ni skrivnost, sploh tu na sceni, ko že pričakuješ avtomatsko, ampak vsakič je težje, tako sem rekel. Ampak ja, tudi sam sem vsakič boljši, pa vsakič imam bolj naštudirane stvari, tako da me ne skrbi, kaj pravič in jaz upam, da se staje, pa da to. Ok. Dragi moj, da jim pa povej še tole. Glede na to, da si kar študiozen in priden model, kje se vidiš čez 10 let? Kam misliš, da bi lahko šla tvoja pot? Pa ja, jaz upam, da bom delal v enem takem okolju, kjer bo ljudje pripravljeni pač delati, pa da bomo delali neko hudo stvar, da se bo nekaj dogajalo, da bomo lahko tega tudi živeli. Po drugi strani pa mogoče kje, ko imel malo več časa za svoje prijatelje, pa mogoče za družino, tako da to. A greva mi da delati vprašanje fanov? Ajde, dajmo, ja. Ok. Vprašanje fanov nekih je kar napisal, zdaj nekaj sva valjda v tem intervjuju kar že marsikaj povedala, ampak tiste, ki pa nisva omenila, bova pa zdajle, je prav? Da vidimo. Poglejmo. Neki fanov se jih je, čakaj, si all. Ok, Žiga Pečan, gearbox ali klasičen menjalnik? Gearbox. Gearbox? Ja. Kadarkoli, kjerkoli dela? All the way, ja, to je res. Gearbox sploh ni vprašanje. Ni vprašanje, ok. Kako se radikalno kolo, ki ga trenutno voziš, primerja z bivšimi? Predvsem razlika v teži. Mogoče za enduro trenutno še sistem, ko bo potreboval mogoče malo težo zmanjšati, ampak ne dvomim, v naslednjih 2-3 letah je to stvar, ko bo vsaj na e-bajkih 100%. Odlično. Jaz sem tudi fan tega sistema. Tudi Jermen mi je drugače všeč. Ja. A se strinjaš? Ja, se strinjam, valjda. Tudi se pravim, odkar imam te bajk, še nisem rabil kaj Ekstra. mazati ali pa pucati drivetrain. To pomeni, da za vzdrževanje je zelo preprosta zadeva. Sam tam noter je baterija ali kako? Ja, ampak koliko cajt pa to drži? 200 ur. Ja. 200 ur? Ja. Ok, to je v redu. 5 tednih za 4%. Razumem. Kostja Jov, najboljši trail v Sloveniji. Oziroma pa še en Fezovnik 69, najboljši trail na Koroškem. To boš kar oboje odgovoril. Ja, ne, mogoče na Koroškem trenutno Deha Ivarčko, sicer v nevoznem stanju, ampak takrat, ko je, to grem najrajši furati. Ok, v Sloveniji tudi to rečeva? Pa ja, v Sloveniji je toliko enih dobrih trailov, da zelo težko, mogoče, če bi rekel tam doma, ta na Ivarčkem, ali pa tam kak trail domač, na Primorskem, na 2 dela tudi delim, tam na Koroškem, na Primorskem, to sem največ na teh 2 lokacijah, na Primorskem pa kaka Lokavška, no, to je... Veš, to pa še nisem vozil. Ja, dober. Zelo dobro razmerje med flow pa speedo. Okay. Naslednje vprašanje. Od Dabmosa, Jaka Same. Vid, koliko Korošic si maznil za trening, ker ta kondicija ni sama prišla? Ja. Bo rekla naprej. Nič kaj veliko. Nič kaj veliko, ok. Ta isto, ok. Rok Košenina, kako je biti v nekem profesionalnem timu? Ja, je pa predvsem to, da se ne rabiš ukvarjati s tem, boš lahko šel na dirko ali pa boš imel, bi rekel, rezervne dele ali pa material, da lahko greš dirkat, ali boš pač glavni fokus je na tem, da performance, ampak tudi se pravim, pol pridejo pa druge dolžnosti, pa bi rekel tudi po svoje pritiske, ko jih tam, ko si moraš sam stvari kupiti, ne občutiš toliko. Tako da so plusi, so minusi, je pa še vedno bolj pač plusov, ko bo minus. Bom pa jaz kar klele vprašanje postavil, ker sva lih to sem hotel že prej. Kako ti gledaš na to? Takrat si rekel, da ko smo mi začeli furati, ni bilo nekih pritiskov pa teh videov na internetu pa to. Kako pa zdaj ti gledaš na te socialne medije, ki v bistvu nekako je nujno zlo? Pa ne gledam jih. Jih ne gledaš? Ne gledam. Ampak kaj ti, ko moraš delati objave? Ampak jaz toliko enega kontenta, toliko se dogaja, da pač jaz preprosto poskušam tule dati stvari gor, ko, ja, ok, mogoče so včasih malo bolj, bi rekel, plastične stvari, zato ker so pač reporti stekli desno, ampak po drugi strani pa vse, kar se tiče storjev pa tega, pa zelo instant, bi rekel, contentinga ne zmanjka, ne, si viš, da sam dan naredim storje za vse, kar sem delal. Ja, jih je dost. Ja, imaš kaj za pokazati in pač ni, social media mi je cool, se mi zdi, da lahko imaš na njemu,
lahko imaš dober vpliv ali pa slab vpliv in če ga v pravo smer uporabljaš, lahko marsikaj dobrega narediš, če ga mogoče ne v pravo smer, lahko pa tudi marsikomu škodiš. Ja, ker kakšni se pa nočijo, oziroma jih moti to, da se morajo s tem ukvarjati, ne? Pa ja, ne, meni to sploh ne moti, no, jaz sem rad, ne, tudi povedno sem zelo rad delal z marketing, bi rekel, departmentu ali pa Čekruju. In ja, to mi je bilo tudi ena iz stvari, ko sem se jih želel lotiti, mogoče po tem. Hudo. Tako da, ja, to mi ni sploh problem. Respekt. Ok, Ridgeline Trails. Koliko hoda ima njegova APN vilca? APN vilca ima po mojem, mislim, da je 120 hoda. A sto kaj štimo, to je na motorju predvidevam? Ja, na APN, ja. Ne, nisem kaj štimo, ne, ampak gre pri nam je teka, ne, pri nam gre se ne hodi, pri nam se pač vozi, ali z mopijem, ali pa z avtom, ali pa s traktorjem, nekaj takega. Ja, ampak fit si tudi od tega, da moraš veliko prešportati, že od mladih nog si bil, se pravi, z BMX-om si rino gor, se pravi. Ja, pač skoj še kaj, ali pa ko se dela, ok, doma, ja se treba skozi kaj premikati. Hudo. In ja, pa še posod je strmo, strmo, posod je nek breg. Ja. Fuzbala ni lih igral tam le gor, nekaj šel v dolino po žogo. A si ga še celo treniral. A si? Ja, no vidiš, hudo. Ok, kolesarski klub Ravne na Koroškem sprašuje, mene pa zanima, katero nogo da zjutraj najprej v hlačnico, levo ali desno ali mogoče obe naenkrat. Včasih grem že kar oblečen spat, da je zjutraj čim prej lahko naprej. A je pa kaj, je bilo to kakšna rezervirana fora? Ne vem, to sploh ne poznam te fore. Ne poznaš te fore? Ja. Ok, razumem. Sem mislil, da smo, kakšni imajo rezervirje, da dajo prvi štumf na desno nogo, ne na levo. Ja, ne, to pa ne. Nimaš nobene take fore? Ne. Odlično. Ok, se to sva načeloma povedala, kako to, da v Aeon Racingu Endurci niso ista firma kot DH Bajki, ne? Ja, to smo že prej omenili. Kaj pa je to? Blaž Winkler, ali v boksih krožijo govorice, kdo je napadal Ares Masip? To pa mi je, nažalost, ne znam primer. Kaj pa bi to bilo lahko? Ne vem, zna biti, da je ena izmed afer, ko se je zgodil nek napad na neko punco. Bejba. Ja, ampak žal tule pa ne bi znal povedati, kaj več o tem. Ne spremljam scene, tako da ne vem. Ja. Blaž Winkler še enkrat, ali si Heti zasluži Gates 100,000 evrov nagrade za zmago na EDR dirki, daljša dirka in Pinion Drag? Če si zasluži, mislim, vsak, ko zmaga svetovni pokal, si zasluži ne samo 100,000 evrov, tako da... Ampak imate v bistvu, a je to samo za DH ali lahko? Samo za downhill, ja, pa še to je samo za elita, ne, za člane. A res? Ženska ali moške. Aha, nič to nisem vedel. Zakaj si šel na Aeon Racing od Vidac.41? Ja, se pravim, to je bil naslednji korak, Junior Sintra je bil, to so se združili v Aeon Racing, tako da, zato. Naravna pot, dajva reči. Naravna pot, ja. Celje Trails, zakaj nam marketing prodaja najlažje možne bicikle, Enduro World Series pa dirkate tudi z 20-kilskimi? Ja, zdaj, teža je vedno relativna, zdaj so prednosti pri lažjih kolesih, ampak še vedno, geometrija je mama, to, kar če ti razumeš geometrijo kolesa, pa če se po geometriji kolesa odločaš, oziroma izbiraš kolo, to je način, sama teža je zelo posrednega pomena tule v tej zgodbi, in če znaš pa če spravi koto pogledati kolo, se tu bi mogoče kak inženir znal še bolj povedati, ali pa bolj potrditi to, ampak to je prva stvar, ko se dela. Se da na zelo velik način enako kolo spremeniti, več različnih. Ja, pa predvidevam, da bolj mogoče celo vpliva, se pravi centralna masa, pa da imaš lahke wheelsete zaradi... Ja, zaradi pač kotalnega, ja. Se pozna to, ne? Ne, to se boljš pospešuje... Ja, pa se to se bolj pozna tudi, če je manjše kolo, 27 pa pol, tudi bolj pospeši, ampak posledično pa mogoče čez korenina ali pa čez določene ovire se bolj zatika. Ja, bi bili kar presenečeni, če bi videli, kao vse smo že testirali, ali pa koliko enih stvari je pa tu zadnji, pa koliko vsaka stvar vpliva na vozne karakteristike, to je pa pol spet en podcast za sebe. Me pa zanima, ti si zanč omenil, oziroma prej, da si na Slasha si lepo utežil od spodaj. Ja, to pa... A pa si čutil to? Ja, to pa... To je bilo pa... Slash je bil do momenta,
ko nisem pač z utežmi začel delati, pač za moje preference, dost pač nevozno, pač za mene, za moj slog vožnje. Jaz sem mogel si pač na vsak način umiriti zadnji del kolesa. Centralno sem ga mogel malo znižati, ker je bil tudi frame je bil malo manjši, wheelbase je bil malo krajši in ga nisem imel toliko pod kontrolo in tista teža ga je malo, bi rekel, prizemnila pa umirila. Hudo vidiš, ampak to lahko deva reči, da v pas tiska res čud bike. Ja, ampak tudi zdaj se vidiš, tudi določene firme tudi zdaj že ponujajo, da si lahko aftermarketa ne dodaš. Zdaj ta nova Orbea ima že možnost, da dodaš v tež v kolo. Ampak se pravim, možnosti zunaj je toliko, zdaj kolikih pa end consumer dejansko občuti ali pa spremeni, je pa drugo vprašanje. Ker vsaka stvar, jaz bi vedno to predlagal. Na kolesu imaš ogromno enih možnosti, dajte si vzeti 5 minut časa pa pogledati, kakera stvar naredi, ko spet niti neka znanstvena fantastika, to so kar osnove, bi rekel, fizike in vsaka določena stvar, ko jo spremeniš, je zelo dobro pojasnjena ali v navodilih ali v nekih proizvajalčevih priporočilih, tako da vse piše, samo pač treba se včasih kaj pogledati. Zdaj pa moje vprašanje, bi mogoče, ko imaš ti glavo nacentrirano na racing, pa ko zdaj vsak frame ponuja toliko enih različnih možnosti nastavitve, a je mogoče kdaj fora, da se lahko tudi v tem malo zgubiš? Ja, lahko se, ja. Samo po drugi strani pa se je hitro, sej štoparica ne lažja. To je res. Pa tudi tisti lastni občutek ti kar hitro poje, a je to smer, v katero lahko greš, ali smer, ko ti mogoče ne ustreza. Zdaj, v idealnem svetu imaš pač neomejeno časa, da vse te stvari stestiraš. V realnosti je pa tako, da pač dobiš, testiraš mogoče zdaj na hitro, pač ugotoviš, kje so prednosti, slabosti, pa pač vzameš neko mediano oziroma neko povprečje, pa poskušaš maksimum narediti krog tega. Zaciklati se pa ne splača, ko to pol je začaran krog, brez konca. Štoparica ne lažja, všeč mi je to. Kovač Rene, a poznaš Reneja Kovača? Je mogoče na videz, drugače pa ne reči. Z imeni sem mogoče malo bolj slab, ampak ja, nauč bi ga pa. Nauč pa verjetno bi spoznal. Zdaj tvoj fan Max Tito jih ima kar neki mošt ali šabesa. Ja, mošt, čisto mošt, ne. Skutov ali jabka v štrudel? Jabkin. Jabki, ok. No, ali jabkin z skutov. V redu, Max Tito spet. Najbolj stylish rider. Koga rad pogleda vid? Najbolj stylish. Ja, ne, zdaj, ja, najbolj, ja, ne, sej, vsi smo gledali, po moje, v tistem zlatem času, Sam Hilla še vedno je kar fascinantno, kje on najde grip, ampak po drugi strani pa, ko gledam iz tehničnega vidika, ampak ko mi je ta aspekt vožnje pač malo bolj jasen, bolj respekta, mogoče še kakega Richie Ruda, toliko ene moči, toliko enega občutka v tisti vožnji, da ti ni jasno, odkot, mislim, ni jasno. Ampak vsak, tudi pa Damien Oton, ko je bil moj sotekmovalca, tudi, ker pač sam gre, ker sploh ti ne zgleda, pa ker sam gre, sam spit skozi. Hudo. Ali pa Martin, to pač vsak po svoje, Vsak ima eno tako karakteristiko, ko je norno videti. Dokaj da ne vidiš tega, ali pa ne fura z njimi, ali pa se ne tek, ko ne more biti jasno, kaj to pomeni. Točno to, hudo. Oblak Žak. Sem v enduru redno med top 10. Kaj bi pogosto predlagal izboljšati, da bi imel hitrost za top 3? Je zdaj, jaz mislim, da če je to verjetno kak mlajši najverjetneje. Tekmovec, pač zdaj tu, dokler je še mlajši, verjamem, da vsaka ura na bajku, vsak prevožen različen trail, sploh v enduro mu bo zelo pomagal. Jaz mislim, da to hitro pol lahko naredi en tak širok skill set, ko bo se pretvoril
krajši čas na etapi, tako da to, no. Predvsem različni traili, malo več kaj popedalirati, mogoče ne sem bike park. Razumem. Še malo za kondicijo, tako da to. Ok. Predvidevam, da bi lahko bil to tudi odgovor na vprašanje Matica Kranjca, kako voziti hitreje. Zdaj moraš vedeti, da enduro je vse povprečna hitrost, ne? Zdaj, tisto, ko ima največjo povprečno hitrost, je ponavadi najbolj hiter. In ja, čim bolj konstantno, čim bolj hiter. Tako. In to, a ne, skozi pač premikati mejo te hitrosti, skozi više. Čim manj se zatikati. Ja, čim manj, to je čim bolj tekoče, čim bolj hiter. Ok, in še zadnje vprašanje tegale fanov. Toti Racer, kater bike mu je bil najboljši za furat? Pa vsak bike posebej je bil precej za sebe, a ne, od začetka, ko ga prvič dobiš, pa ko si tak hype, pa do pol dneva, ko gotoviš, kaj vse je, mogoče bi lahko bilo še boljše. Pa pol spet do konca sezone, ko naštudira stvari ali pa ne vem, mogoče en boljših bajkov ali pa bolj bi rekel, ko so bili bolj custom narejenih, je bil tista Orbea prvič, tisti prototip, ko smo jih dobili, R5 ali R6. Tisto je bilo res narejeno kar po željah, no. Je bilo? Ja, takrat so kar sploh vzmetenjava, vse tisto je kar štimalo. Je bilo pač res narejeno za tisti bike, pa za tisto šasijo in ja, tisti je bil tistega sem bil tudi toliko nafuran, da lahko sredi noči pač karkoli, ne bilo. Je vse klapalo? Ja, je vse štimalo. The best. Da, to. Vid, počas pa pri koncu tele najne odisejade, daj povej še zadnje sporočilo za tvoje fane. To je kar, mislim, je pa ni težko povedati, ampak ja, zdaj sem predlagam, da čim bolj uživajo, da čim več furajo, se čim manj, bi rekel, obremenjujejo, tako da to, se pravim, dokler se pogovarjamo o dirkanju ali pa ne o kakih, bi rekel, ali zdravstvenih ali pa drugih problemih, jaz mislim, da se ne pogovarjamo o čem težkem, tako da je kar privilegij, da živimo tako življenje, ko ga imamo. Odlično si to rekel. Da bomo tek nadaljevali, ne, da bo cena rasla, da bo mer pa to. Ta star, jaz s ful cenim, da si vzel cajt, ka pol si rekel, da te ne bo neki cajta, ne? Ja. In jaz upam, da se ti uresničijo vse te želje tvoje, da ti uspe tale sezona brez kakšnih ekstra poškodb, pa da na koncu dosežeš to, da boš lahko tudi malo luft gledal, pa nizko nekje takole v naravi, na kmetiji svoji. Pa se mislim, da nisem daleč od tega, zdaj trenutno že, no, ampak se vsak dan najdem kako minuto, da pogledamo zdaj. Ta star, svaka ti čast. Srečno letos. Enako. Upam, da je bilo to všeč. Lajki, share, subscribe, kje te lahko folk gleda? Na Instagramu večino stvari, na YouTubeu, pa na Facebooku. Pa na Facebooku imaš to, napiš kakšen komentar in upam, da se vidimo v naslednji zasliševalnici. Peace out!